vsi imamo zmeraj večkrat predstave, da je to nekaj dolgočasnega, nekaj, kar je že staro, nekaj karkoli, ampak vidim, da je ravno ta duhovna frustracija, ki jo imamo, ali pa bi rekel zakrkjenost, lahko velikokrat razlog, zakaj ne moremo naprej. Matic Vidic. Terapevti smo zmeraj tisti, ki smo sami ranjeni. Tega ravno trpeči ve, kako pomagati, kako podati roko, kako objeti, kako pogledati trpečega. Moja mama je bila tako bolna, ko mi je rodila, da je bila še dolgo časa v bolnišnici in ona je ogromno prejokala, trpela, pol pa naredila samomor, se je pobesila. Kako pa si se počutil v tistem obdobju? Ali bom igral vlogo žrtev, sem smilil sam sebi in drugim, ali bom postal heroj svojega trpljenja. Zame je vera, zaupanje, da vem, da bo vse v redu, da bo zame poskrbljeno, da sem ljubljeni otrok. Kako si prišel do tega, da bi rad pomagal romski skupnosti? Tu je prostor, tu je naselje, kjer je kriminal, kjer so orožje, kjer so droge, ki mene je bilo strah, kako mi sem varoval svojo družino. Takrat je pa počel. Mene so tam v vojski čisto zrušili in so me začeli na novo sestavljati. In jaz sem to rabil, da sem lahko boljši oče, da sem lahko boljši mož. In sem bil pa eden redkih, ko sem stopil. Sicer od začetka v vojaški uniformi in meni je žena rekla, ti si zmešan. Stara mama je rekla, pa s tabo nekaj narobe, kva ti tja hodiš. Večina vas, ki to gledate, niste naročeni na naš kanal. Z ekipo nam bi ogromno pomenili, če to naredite. Tisti, ki že subskrbate, pa najlepša hvala. Brez vas ni tega podcasta. Če pa slučajno med vami kdo, ki bi rad finančno podprl, imamo pa tudi svoj YouTube membership program. Zdaj pa uživi v pogledu epizode. Ja, mislim, jaz, ki sem videl tvoj opis, sem bil tako, ok, v redu. Tebi se je pa zelo veliko zgodilo. In sem res ferbčen. Kam me boš danes pelil. Ja. Pa če si Zabi začel tako, da se malo predstaviš, pa malo poveš, kaj zdaj delaš, s čim se ukvarjaš, pa bo šla pa malo po časovnici nazaj. Jaz bi šel štartati kar v otroštvo, da mi potegneš pol ven neke stvari, da mi poveš zgodbe, zaradi katerih te bom lahko bolj razumel, zakaj deluješ na ta način, pa tudi, da bojo ljudje lahko razumeli, s kje izhaja ta neka potreba po pomoči drugim. Tako, ja, tako. Empatija. Tako, ja. Ali pa ta filantropija. Okay. Ja, tako da kar izvoli. Ja. S čim se zdaj ukvarjaš v bistvu? Profesionalno, Ja. kruh si služim, pa tudi poslanstvo je s terapijo, logoterapijo, sem terapevt. Jaz otroku svojemu 4-letnemu Izaku sem razložil, kaj dela oči. Jaz sem prej delal v vojski in je bilo lažje razložiti, oči je vojak, je v vojski dela. Zdaj bi bilo teže, kaj dela oči terapevt. Tako da zmeraj pravim, da pomagam ljudem, da niso žalostni. In to je moje geslo, moj moto. Predvsem pa tudi pomagam, da so iz tistega začaranega kroga, iz tiste centrifuge, ki pralni stroj vrti, da se ustavi in da se nekaj spremeni. Tako da to je večina dneva. Drugi del je po cerkveni plati stalni diakon, to pomeni, da poročam, pokopavam, krščujem, blagoslavljam. Ne morem pa, ker nisem duhovnik, ker sem poročen, ne morem pa spovedovati, ampak sem najdel ta obvod, tako da sem terapevt, tako da na nek način zvem skrivnosti, ne da bi se od tega, se zmeraj šalim, zakaj ne more biti poročen moški duhovnik, da bi spovedoval, zaradi tega, ker bi doma povedal ženi, ker itak se povem, žena bi posem povedala, Pa to je že hec ali to je res? Ne, zakaj ne more biti duhovnik, stvari se spreminjajo. Do tega pred časom še ni bilo, da bi bili poročeni moški lahko stali diakoni. To je ta posebna služba, prva stopnja posvečenja, se pravi prva je diakonska, pol je duhovniška in tretja je škofovska. Tako da jaz se zmeraj hecam, da sem ko moja peč. Jaz imam doma peč drva na pelete pa na drva in ni peč dobra ne za drva, ne za pelete. To je šala. Tako da tukaj delujem kot diakon, sem v pomoč škofu, predvsem pa imam v 2 župnijah, sodelujem, spodbujam mlade, da lahko vera nekaj lepšega. Vsi imamo zmeraj večkrat predstave, da je to nekaj dolgočasnega, nekaj, kar je že staro, nekaj karkoli, ampak to so resnice, ki dajo svežino, ki dajo človeku sploh iz tega vidika, ki delam kot terapevt. Vidim kaj, velikrat, vidim, da je ravno ta duhovna frustracija, ki jo imamo, ali pa bi rekel zakrkjenost, je lahko velikokrat razlog, zakaj ne moremo naprej. Ker tudi logoterapija, s katero se ukvarjam, ni terapija, ki bi se ukvarjala samo za človeka, ne jemlje samo kot telo in kot čustva in kot psiha, ampak ga jemlje tudi kot duhovno bitje. Zato so zmeraj spremembe s svojimi sogovorniki, zmeraj štartamo na telesni ravni,
na čustveni ravni in preidemo na samo duhovno raven. Tudi moje terapije, jaz moram imeti zmeraj cilj, da pripeljem človeka na duhovno raven, da razume, da je nekaj več, da ni kreator vsega, ker danes smo večkrat obremenjeni s tem, da mislimo, da je vse v naših rokah. Ampak to je nevarna igra, ker ni vse v naših rokah, mi smo samo sokreatorji. In tukaj je zavedanje tega, da jaz ne razumem, kaj je zame najboljše. Če bi bilo po moje, jaz ne bi bil nikoli v bolnici. Če bi bilo po moje, ne bi bil nikoli driske. Jaz ne bi nikoli razočaran bil v ljubezni, če bi bilo po moje. Ampak jaz ne vem, kaj je zame najboljše. Jaz se samo trudim in moja pot je, da postanem vedno bolj občutljiv na stvari, kaj se mi dogajajo, da sem vedno bolj prepoznaven na znamenja, da če ne vidim smisla, še ne pomeni, da ga ni. Pomeni samo, da ga ne vidim. Tako kot sveča, če bi mi zdaj imela tukaj svečo, pa če jo prižgem, pa če jo dava v drug prostor, da pomeni, da te sveče ni. Pomeni, da jaz še ne vidim. Tako da tukaj je ta pot kot terapevt, tukaj sem se našel, drugače pa pomagam Romom. Moje poslanstvo, moj klic, zmeraj pravim, kaj je zame. Zame je nekaj, kar nenormalno ljubim in zame je nekaj, kar nenormalno sovražim. To so izredno dva močna čustva, ki me nagovarjata. Tisto vmes ni zame, tisto mene ne nagovarja. Nagovarja me nekaj, kar je v meni nekaj močnega. Nisem imel res izredno sovraštvo do Romov, oziroma ne sovraštvo, strah. Ker živim v okolju. Tako da tukaj so te moje področja dela, kjer se srečujem, tač pa pomagam tudi raznim podjetjem. Jaz sem zelo širok, jaz sem bil tudi od podjetnika v politiki sem bil, v javni upravi, poznam javno upravo, tako da mi ta širok spekter in vojska in ta crkvena plat, ki ima tudi ogromno lepih stvari, mi daje pa neko širino, da se včasih upam in sem povabljen, da kje pridem naproti in kje pomagam. Top. Preden greva nazaj na zdaj to življenjsko pot tvojo, bi se malo ustavil pri veri, ker se mi zdi, da si jo na nek način izpostavil kot svojo ljubo resnico. In me zanima, kaj tebi vera pomeni. Veš, tako se mi zdi, da ko omeniš nek tak pojem, ki je vsem na prvo žogo jasen, se malkrat vprašam, kaj mi to pomeni. In jaz sem imel en zanimiv pogovor enkrat z mojim prijateljem, ki je tudi zelo veren, krščen vse, in sva se po golfu pogovarjala, kaj v bistvu njemu pomeni vera, v kaj on verjame, kaj so nebesa, kaj je pekel, vse to, ne z nekimi drugimi termini, in so v bistvu ugotovila na koncu, da verjameva v isto stvar, samo drugače poimenujeva. Tako da bi tebe vprašal, kaj tebi vera predstavlja. Zame vera je prvič način življenja, tle gledamo zgolj kot praksa, na ta način, da mi daje neke smernice. Predvsem pa zaupanje. Zame je vera zaupanje, da vem, da bo vse v redu, da bo zame poskrbljeno, da sem ljubljeni otrok, da ne bo nič hudega, da ne bo mi nič naloženo več, kakor bi lahko prenesel. Predvsem pa jaz, ko se bomo se tudi dotaknila, ko sem izgubil starše, je bilo ravno vera odigrala pri meni odločilno vlogo, da sem čutil, da imam očeta, da je Bog moj oče, da nisem sam. In da ima Bog z mano načrte, da sem nekaj posebenega. Jaz sem tudi eno sestro Pijo, ki me je od prvega razreda, mi je skozi govorila, veš kaj, Matic, Bog ima s tabo posebne načrte, jaz bom zate molila vsak dan. In jaz sem si mislil, itak, če pa nuna drugega delati, ker moje to vsak dan. In itak reče vsakmu, ker ima, dejansko jaz verjamem, da ima Bog za vsakmu posebne načrte. Ker če že pogledamo, kakšen je čudež, da se mi rodimo. To je nenormalen čudež. Kaj se mora vse, koliko mora biti vse, bi rekel, nekih naključij se poklopiti, da se jaz rodim. Se pravi, nekdo me je želel na tem svetu. Ker vidimo, kaj je, mi se lahko ljubimo s svojim ženami vsak dan, pa mogoče ne bo nič. Pa ne bo prišlo do samega spočetja. Pa fizično je vse okej, vse štima, ampak nekdo vdahne nekaj več. In tukaj se nekaj zgodi, ali se pa ne zgodi. In tukaj ta lepota, bi rekel, glih ta posebnosti, da sem čudež. Jaz sem čudež, ti si čudež, vsi smo čudeži. Zdaj, Nino, kaj pa s tem naredimo, je drugo. Ampak ta zavedanje, da sem nekaj več, da nisem samo človek, da nisem samo na ravni tega, kaj meni paše, kaj si jaz želim, ampak razumem, da je nek božji načrt za tem. In zato mi je tudi všeč, jaz vedno bolj se vračam nazaj k stari zavezi, če redamo Sveto pismo, pa Jude. Judje imajo vsako jutro molitev Šema Izrael.
Se pravi, poslušaj Izrael, pa zapomni si Izrael, Gospod je tvoj Bog, Gospod edini, ljubi svojega Boga z vso močjo, z vsem srcem, z vso dušo, zapoveduj to svojim otrokom, ponavljaj to, ko vstaješ ali ko ležeš, ko prideš od doma ali ko se vračaš, ne, in tako naprej. Zakaj? Ključno je ta duhovni spomin, da jaz vem, zakaj. In oni se spominjajo vsak dan, da jih je Bog rešil iz egiptovskega suženjstva, da jih je pelal 40 let po puščavi, kjer jih je spremljal, se jim razlagal na tak način, in to je ta pomemben spomin. In zato je tudi zame pomenilo, da imam ta duhovni spomin, ali pa da imam ljubezenski spomin, ravno tako, zakaj jaz ljubim svojo ženo. Ne? Če jo jaz ne vem, zakaj jo ljubim, če pozabim, zakaj jo ljubim, če pozabim, da ko sem bil na tleh, da me je ona brezkompromisno bila ob meni in mi ni nikoli tega učitala, je to nekaj posebenega, je to nekaj, ki me daje razlog, zakaj, ko imam možnosti, ne grem z drugo. Ne? Zakaj se ga mogoče ne mečem na roke in tako naprej. Zakaj? Ja, zato, ker je ona nekaj posebenega, ker v meni vidi nekaj posebenega. In tukaj je ravno ta vera, ta duhovni spomin, da jaz vem, da se jaz spominjam. Se pravi, neka v bistvu kombinacija hvaležnosti pa discipline. Če zdaj povzamem, čisto prav malo iz racionalnega vidika pogledati, pa malo v drugih perspektivah povedati, da mogoče malo sparirava okoli tega. Nekako hvaležnost iz vidika, da se vedno spomniš, da takrat, da nekaj ne jemlješ kot samoumevno, in da ko misliš, da se neki svet bolj od tega, kar imaš, da pozornost usmeriš na to, kar imaš, in si raj hvaležen za to, kot pa da hrepeniš po nečem, česar nimaš. Ja, to je en vidik, ko jaz gledam, drug vidik je pa, zakaj smo na svetu. Kaj je naš namen, zakaj smo na svetu? Prej si omenil ko-kreatorji. Ja, ne, se pravi, mi smo z neko nalogo na tem svetu. Ne? Ja, vsak od nas ima neko posebno nalogo. Ne? Tudi prav Viktor Frankl, če dovolj se ga večkrat dotaknil, pravi, ni pomembno, kaj jaz pričakujem od življenja. Pomembno je, kaj življenje pričakuje od mene. In tle me daje v neko odnos. Ne? Ker mi smo pa zdaj večkrat današnja družba, je pa kaj jaz pričakujem od življenja, kaj jaz pričakujem od drugih. In tle je nevarnost kaj, ne? Zato je tudi pomembno, če se vrnemo, če dovoliš, da gremo na judovstvo, kaj je bilo na Sinaju, je bilo 10 božjih zapovedi, kaj je prva? Veruj v enega Boga. Se pravi, da postavim nekoga nad sabo. Ne? In tle pravimo, večkrat terapije danes pravijo različne vrste psihoterapije. Prvo moraš imeti rad sebe, moraš sebe objemati, sebe moraš ljubiti, svojega otroka moraš ljubiti. Spravim ne, ker vrata sreče se odpirajo navzven. Mi smo v odnosu zmeri z drugimi. In mi, če se zadovoljujemo same sebe, če si predstavljamo, mi to so oba poročena, se lahko tako pogovarjava, je ravno to. Ali bom jaz v ljubljenju svojo ženo skrbel, da bo prišlo meni, ali bom jaz, kar je smisel, naju, da se jaz darujem sebe zate in ti sebe daruješ meni in tu je daritev. In tukaj je odnos, drugače pa samo zadovoljevanje. Jaz se v drugemu samo zadovoljujem. In mi smo danes ljudje, ki se samo zadovoljujemo več ali manj. Ker iščemo, kaj je moje, kaj mi pripada, kaj me paše, kaj si jo želim. In tu je ta napetostni lok. Ne, ker po čem želimo? Ne? Mi želimo neko zen stanje doseči. Ne? Ampak ni nesmisel to. Nesmisel je, da ne smo v nekem stalnem napetostnem loku. Ker ravno eksistencialna filozofija se ravno, iz katere tudi Frankl izhaja, ne? Ravno ima 5 močnih momentov, v kateri smo verjamem še večkrat vračala. Prvo je neskončni boj, mi se skozi nekaj borimo. Drugo je naključja. Danes, da smo mi dva skupaj, tu je bilo milijon naključij. Tretjo je trpljenje, krivda in smrt. In vse to so te močni, ki mene spremlja, ki me daje, vedno mi kaže, da nisem jaz najpomembnejši. In če se vrnem, če sem začel že zakaj je pomembno, se pravi, da imam na prvem mestu Boga, ravno zaradi tega, da se zavedam, da nisem jaz Bog. Ker tudi pri vzgoji danes, kaj delamo največji greh, da delamo otroke za bogove. To je pa pretežko. Pretežko je odločati o vsem. Kaj pa je po tvojem mnenju Bog? Dobro vprašanje. Kaj je po mojem mnenju Bog? Bog je tist, ki se me je zamislil, Bog je tist, ki me vodi, Bog je tist, otroško, da si predstavljamo starega deca z brado, ki tam je, z dolgo časa in tam dvakrat frcne nekoga, karkoli je. Ampak v bistvu je nekaj presežnega, ki pravijo drugače, kako so drugačne stvari med seboj,
nekdo, ki je, bi rekel, svetovna duša, neki ki mene vodi, ki mene pelje, ne, ki mene usmerja, ki me pošilja, ki mi daje oporo, ne. Zmeraj pravim, zanimivo je, ne, to prav že, mislim, da je govoril Leibniz, ne, prav, Bog je drugačen, kakor so stvari drugačne med seboj, ne, zato je težko, ne, to je skoraj neizrekljivo, ne, to posamezne vere sploh ne izrekajo tega, ne, ker takoj, ne, ker prav tudi v pismu prav ne delaj si rezane podobe, ne, nevarnost je, ker ga ponižamo, ne, če ga kakorkoli popredmetimo, ne. Če je tukaj ta relacija pol, da Boga daješ nekako, ločuješ od sebe, kdo si pol ti? Kdo sem jaz? Ja. Jaz sem poslanec, ne, nisem poslanec, jaz sem poslan, jaz sem poklican na ta svet, ne, da se zveličam, ne, tudi prav, ne, kaj se pomeni, da se zveličam? Da pridem do samih spoznanj, ne, to je v vseh religijah je kaj, da čim bolj duhovno napredujem, da se odpiram, da razumem, da ratam občutljiv, da spoznavam resnico, ne, ker kaj mi delamo? Mi celo življenje odgovarjamo na vprašanje, kdo si ti, kdo sem jaz, ne. In to je najtežje vprašanje, ne, to imam že večkrat izkušen, kad te pravijo, predstav se, kdo si, ne. Raj povem, kaj sem, ne, sem tu pa tu, se ukvarjam s tem pa tem, sem mož, sem oče in tako naprej, ne, kdo pa sem, ne, je pa bitje, ki išče, ne, ki se razvija, ki deluje. Da tukaj, ne, mislim, to je najtežje vprašanje, tu je temeljno vprašanje, ne. Ja, in ga je zanimivo ga je raziskovati in spraševati ljudi, kako oni to vidijo, brez da poskušaš nekako svoj prav nadvladati nad nekom drugim. Se mi zdi, da je to tak nek izziv, s katerim se jaz soočam, sploh kar se tiče nekako te bolj cerkvene religije, ne? Ker nekako je način, na katerega se je čez leta to predajalo ljudem, v neki točki se mi zdi za moje pojme malo skrajno. Vse je skrenilo, ja, se strinjam s tabo. In kako zdaj lahko na točki, kjer smo nekako se malo bolj razvili, odprli, sprejeli, malo sovraštva mogoče identificirali in ga znali ločiti od dobrega, ne samo slepo slediti. Kako bi zdaj ti recimo pogledal religijo, pa nekako oprav lepoto, zaradi katere obstaja? Ja, lepota je zmeraj, ne, tle, če dovoliš, no, bi naredil en uvod. Ja, kar. In sicer bi razložil, kakor je naredil že Søren Kierkegaard, on je bil eksistencialni filozof, oče eksistencialne filozofije in tudi teolog, nosilc vsega, ubran z Nietzschejem, Sartre in tako naprej. In on je rekel, da so 3 modusi, kateri so ravni človeka. Eno je estetična raven, to je ta, ker človek skrbi za svoj zunanji izgled, za svoje udobje, ugodje, da dobro je, da dobro izgleda in da, bi rekel, na tej ravni se ljudje skrbimo za svoj, da imamo oblikovano telo, da imamo popravljene razne stvari, se pravi strmimo po neki lepoti, ki je vidna na prvo žogo. Potem druga raven je etična raven, ker človek ne skrbi več zase, ampak je vpet v neko skupnost. In skrbi znotraj te skupnosti, da se čim bolj razvije, da čim bolj vrši tudi svoje poslanstvo, da se čim bolj najde, da nekomu služi. In pa imamo pa tretji modus, je pa duhovna raven, ali pa duhovna raven, ki pa presega vse skupaj, ki pa ni pomembno, kakšen je sem, ni pomembno, kako delujemo v skupnosti, kje so v skupnosti, pomemben je pa ta moj odnos z najvišjim, z transcendenco. Ne? In ta raven je, kaj je naloga cerkve? Naloga cerkve je, da te pripelje, da ti proba čim bolj na nek način, na blizu tvoj način ti predstaviti, pripeljati na to najvišjo raven, duhovno raven. Ne? Tako da tukaj, kaj dela prav ali dela narobe, več kaj dela, ki je narobe, dejstvo. Ali dela, ki je prav, mislim, da tudi, ne? Ampak vse zato je Bog, ker ga težko piševa. Ne? Verjamemo, da je poslal Jezusa. Zato, ker človek nisi več znal predstavljati, ne? Kakšen je Bog. In je zgubil, bi rekel, ta stik, je zgubil pomembnost, ne? Ker ljudje s čim so se ukvarjali, s predpisi. Oni so se s predpisi ukvarjali. Ne? Jezus je pa prišel, ne? In ni prišel kakor kralj, prišel je, rodil se je v hlevu, kjer je bil drek, kjer je bilo
kjer ni bilo dostojno za kralja, ne, in tam se je rodil, ker je prišel do vsega tistega, do ranjenega, ne, do vse skupaj, ne. In tukaj tudi cerkev, ne. Cerkev smo ljudje, ne. Zdaj, če gledamo, kaj Martin Golob je malo naredil malo lepšo cerkev, ne. Zdaj, ker jo vsi vidimo, si rečemo, okej, saj niso vsi mogoče taki pa taki župniki, obstajajo tudi mladi, ki so blizu mladim, ki znajo ta jezik govoriti, ne. In cerkev se konstantno spreminja, ne. Če bi bila cerkev človeška, bi že propala že zdavnaj, koliko je imela nad sabo vseh grešk, koliko je imela vseh stranpoti. Mislim, to ne mora preživeti. Nobeno podjetje, ki bi tako zabluzilo, ne bi preživelo, se pravi, da je nekaj na tem, ne. In to tukaj, jaz sem gledam, ne, cerkev je pripomoček, oziroma pot k Bogu. Ne, in napačno si je predstavljati, mi pa večkrat, ko napadamo cerkev, ali pa ko smo kritični do cerkve, pa gledamo, da je cerkev Bog. Ni Bog. Cerkev ni Bog. Cerkev je pot k Bogu. In ta pot, ja, včasih je narobe, ja, gre. Pač ne gre po azimutu direktno, ne, ampak je pot k Bogu, ne. In jaz pa verjamem, ne, da je zagotovo za marsikoga je to najlažja pot do Boga. Da ima nek ritual, ker rituali so ključni. Mi potrebujemo rituale, mi imamo rituale že tako vsako jutro, kaj, da se vstanemo, umijemo zobe, nekaj pojemo, kavico skuhamo in tako naprej, ne, to so naši rituali, ne, in po tem ritualu delujemo. In tudi po tem ritualu, ki ga cerkev daje pod pot, pomaga človeku, da pride lažje, da razume, da je v odnosu, ne. V preteklosti, če pa gledamo, je bila pa vera ključna. Zakaj? Je socializacijo ljudi. Ljudje so se preko vere razvijali. Ne, vera je bila tista glavna, ki je začela ljudi. Danes to prevzema politika. Ne, od francoske revolucije naprej pač prevzema politika, drugače pa to, bi mogli z neko hvaležnostjo opazovati vse skupaj, ker je cerkev pripeljala, religija take in drugačne so pripeljale, da so se ljudje, na etični ravni, moralni ravni razvijali, ne, drugega ni bilo. Ok. Da ne bova šla preveč v to, samo to tematiko, bi te malo zavrtel nazaj s časom, da me peleš malo v svoje otroštvo. Ker zdaj bi v tem delu podcasta bi rad malo mogoče po tipu, zakaj tako razmišljaš, kaj se ti je zgodilo v življenju, kakšne so bile nekak lekcije, ki si jih kasneje iz tega potegnil. Pa bom te prepustil, povedal, kje štartava, kje se ti zdi, da je una prva stvar, ki bi bila nekako izhodišče tega pogovora za naprej. Ja, zmeraj pravim, da terapevti smo zmeraj tisti, ki smo sami ranjeni, ne? Ki smo dali ogromno čez, ne? Ker tudi tukaj je lepota terapevta, da je avtentičen, da je čim več doživel, ne? Težko je biti, bi rekel, Bogu hvala vsem tistim, ki imajo zelo lepe urejene družine in niso imeli kakršnekoli trpljenja v življenju in potem izhajajo iz tega, ampak največkrat je ravno iz tega, ravno trpeči ve, kako pomagati, kako podati roko, kako objeti, kako pogledati trpečega, ne. Tako da pri nas je začelo že vse skupaj, bi rekel, z rojstvom. Kdaj je bil ta prvi milestone? Je bil ravno s tem, ko moja mama je bila tako bolna, ko me je rodila, da je bila še dolgo časa v bolnišnici in meni v bistvu so me starši prišli potle iskat, ko so me že peljali v sirotišnico, no. Tako da je bila že tlele, je bila prva povezava z mojimi starši, ki so mi pomagali, ki so me vzeli za svojega in so me vzgajali. Potem je moja mama prišla nazaj, po nekaj mesecih, imela je stomo, zelo je trpela, mislim, šele danes dojemam, kako je moglo biti njej težko, ne, mlada ženska, stara 21 let, lepa ženska, pa v tistem času imeti stomo, ne, vrečko. Stoma je ta vrečka ja, vem. Predstavljamo zdaj morje, predstavljamo vse in to včasih ni bilo tudi to, kot je bilo zdaj, ne, jaz se spomnim, ona je ogromno prejokala, trpela, to je bilo trpljenje na samo trpljenje, ne. Potem je bil še oče, ki je bil odsoten, ki je bil in zavržen, ki imel že svojo ogromno težav, vse skupaj ni imel blazne tudi težave z alkoholom, ne, ni bil v bistvu, mosta bila poročena, ampak ni bil tak odnos, kakor bi si ga mrzlo želel, kakor po čemer danes hrepenimo. Tako da smo šele kot družina po nekaj letih skupaj živeli, vendar ne ravno dolgo, ker je bila težava. Na eni strani mama, ki je blazno trpela, na drugi strani oče, ki je tudi imel sicer svoje podjetje, ampak blazno imel težave, no, z alkoholom. In tukaj sem bil pa jaz vsred, ne. To je bilo ogromno prepirov, ogromno razbijanja, ogromno težkih trenutkov, ne, tudi mislim, kaj je najhujše, ne, kaj zdaj gledam, kaj je najhujše, ravno to, ker ne moreš nič, ne.
tista otrok, ko si, pa gledaš vse skupaj, pa nimaš kaj, ne moreš nič, ne. Tako da se mi tudi potlej predhodno je starate postavil, pomagal, no, da smo do hiše prišli in pa smo se pol z mami samo preselila, se je ločila, pol z očetom. Tako da tudi ta ločitev je bila, vidim, ne, zdaj tudi razumem, zakaj, ko se ločita dva, pusta otroke na mir. Dajte nehati obremeniti preko otrok, ker to je bilo en je govoril o drugem in prenašal sporočila do drugega, kako bo ranil preko, na primer, mene na nek način, ne. In to vidim, ne, to delati, no, lepo vas prosim, ne. Tudi zdaj, ko imamo ogromno srečanj, ko se ločujejo, vsakrkoli, sem zmeraj prevzel vlogo otroka, ker ko se dva ločujeta, noben se samo gledata, kako se bosta zgrizla, noben pa ne razmišlja na otroka, ne. To zmeraj za voljo otroka, ne. Ali smo sposobni za voljo otroka se normalno pogovarjati, ne, in tako naprej. Tako da to potlej pa kmalu sledil, no, kmalu potem, ko sva se preselila z mami, pol pa naredila samomor, no, se pa obesila. Tako da takrat sem pa doživel tisto, da sem sam, ne. Sicer sem imel staro mamo, zmeraj se počutim, da sem krivičen, stara mama pa stara ate sta bila bomba, sta res pomagala, ampak ni to, se vemo, ne, ni to tisto tvoja družina, ne, ni to tisto. Ker kaj je ključno pri mame, to sem pa pri Tolstoju videl, ne, tako lepo pisano, da nekdo, komur se smilaš in na tabo joka in te gleda in te občuduje in te ljubi, ne. Noben ti tega ne more, da je to da lahko samo mama, da tisti pogled, ki se ji zasmilaš, ki te občuduje z vsakim pogledom, ne, tu ti manjka, na koncu te manjka, da bi se nekomu zares smilo, ne. Pa ne, da bi bil žrtev, ampak tisto čustvo močno, ki ga rabimo, ne, kaj pa je, mi se vse učimo od mame, ne, mame so nosilke življenja, spravim, ženske so čarobnice, včasih so rekli čarovnice, so čarobnice, mislim, koliko one to prenesejo, koliko zmorejo, koliko dajo, in na drugi strani tudi očetje, ne, in ravno ta lik očeta, pa ki pa čist propadel, no, je bil, tudi podjetje šlo, vse je bilo, izgubil izpit, štala, no. In tudi ko sem tega očeta svojega gledal, pa spet ta nemoč, ne, da bi mu pomagal, pa nisem mogel, ne. Pa nisem mogel nikakor, ne, saj pa sem ga kasneje zaposlil, ko sem v podjetje, tudi da sem mu pomagal, ampak ni šlo, no, je bilo blazno težko vse skupaj, ne. In ravno te odnosi te odprejo, ne, ker ti ne preostane drugega. Tlej sem dvoje, ali bom igral vlogo žrtev, sem smilil sam sebi in drugim, ali bom postal heroj svojega trpljenja. In tu je vprašanje, da postanem heroj svojega trpljenja. Jaz sem tudi danes, ne, danes prejšnji teden, imam z eno sogovornico prišla do mene, in je v 2 mestih sta oba dva starša naredila samomor. Ne? Ampak moja naloga je, ona ni žrtev. Ne? Ker mi si ne moramo privoščiti, no. Ne moramo si privoščiti, da bi bili žrtve, ker potlej propademo, ker pol ni nič v mojih rokah. Ker kaj je ključno, da sem gospodar svoje hiše. Da sem jaz odločen v svojem življenju. Jaz sem vsak korak poklican, da se odločam, ali bom podoba hudiča, ali bom podoba angela. Ali se bom zmeraj izgovarjal, da ne morem, pa sej sem brez mame ostal, pa sej sem oče, tak pa sej je razumljivo. Drugi rekli, ja, razumljivo je. Iz psihologije razložimo, ja, ne moreš, ampak lahko pa presegam to. Lahko sem pa heroj svojega trpljenja, lahko ga pa presegam in grem čez to, no. In to je bilo tudi meni, tle pa pomaga vera, evo. Tle pa pridemo do tega, kje je vera, ker ravno Kristus, ne, če gledamo Jezusa, je bilo ravno to njegovo trpljenje, ne. Mi vsi smo podoba Kristusa z tega vidika, kaj je bil Jezus. Jezus je bil izdan, opluven, zasramovan, prebičan, pretepen in vse skupaj in križan na koncu, ampak kaj je bil križan? Z razpetimi rokami, zakaj? Je da objeme vsakega, ki vse to doživlja, ne. In to je ta lepota, ki alternative ni. Jaz si nisem našel. Jaz alternative v tem trpljenju, razen preko Kristusa, nisem našel. In to je bila zame pot. In zato sem prepričan in zato z veseljem z drugimi delim ravno to, ker v tem iskanju alternative lahko poteče naš čas. Koliko si bil pa star, ko se je... 13. 13 si bil star, ko se je to zgodilo. In sem se tudi potlej, glasba je bila tudi en del, sem tudi kitaril, sem tudi pesmi pisal, da sem imel tudi nekaj avtorskih komadov, tudi da sem se veliko z glasbo, ne, tako da tudi zmeraj, ko pravi Viktor Frankl, ne, če pridemo do smisla, tudi v takih situacijah so zmeraj 3 poti. Eno je, da nekaj ustvarjam, drugo je, da me nekaj navdihuje, da pride v mene, da občudujem umetnost ali poslušam glasbo in me to prevzeme.
Tretje je pa, da zavzemem stališče. Se pravi, če tudi je bila cela štala, jaz lahko še zmeraj nekaj lepega naredim, ne. Ker glih to je, ne, kdo pa od nas zares ni imel en kup ene štale v življenju? Ne, en kup enih takih stvari, ki bi rekli, pa ni šans. Ne, pa vsi imamo, vsi nosimo en tak gnoj v sebi, ki je karkoli, ne, ampak ta gnoj je lahko gnojilo, ne. Lahko tam smrdi, ga gledamo in rečemo, ne, lahko pa ga pomešamo z zemljo in naredimo nekaj čudovitega. In tu je ali sem gospodar svoje hiše, ali sem sokreator in lahko iz tega ustvarjam in naredim nekaj lepega, ne. Kako pa si se počutil v tistem obdobju? Jaz bi se malo tega dotaknil. Ja, lahko. Počuti se sam, ne, počuti se, da nikamor ne spadaš, ne, da nihče nisi, pa težava vsem tem, ker te vsi te pomiljujejo, ne, vsem se smiliš, no, ampak na tak čuden način, ne. Vsi bi na nek način ti pomagali, ker je normalno, ne, ker vsem nam kaj avtomatsko, ko se nekomu nekaj zgodi, mi takoj pridemo z nasveti, pa te probi tu, pa na tak način, ne. Ampak so se v terapijah učili, ne, kaj je ključno, zmeraj rečem samo, žal mi je, da se ti to dogaja, pika. Ne, ker, ne, in vsi bi radi pomagali. Čutje, ne? Vsi se tako želijo biti empatični, ti dati to, ampak ti to ne koristi, ne, to je samo nevarnost, da te spravi, tudi kvečem nevarnost, da te spravi v žrtev, ne, kjer je pa vse dovoljeno, ne, ker sem žrtev. Zato tukaj je bilo predvsem to, predvsem iskanje. Jaz sem se takrat začel intenzivno spraševati, kaj je smisel mojega življenja, kaj je smisel trpljenja. Meni se je takrat začelo dogajati to. Že pred 13. Ja, takrat se mi je temeljno začelo dogajati to, sem hotel razumeti na vsak način, takrat sem čutil zelo močen klic za duhovnika, jaz sem bil prepričan, da bom duhovnik, prepričan, zato sem se takrat res to začel intenzivno spraševati in to mi je bilo edino to spraševanje, iskanje odgovora me je vodilo čez vso to bedo, ne, ker se počutiš pa bedno, ne, počutiš se zavrženega, počutiš se, da nekaj s tabo narobe, počutiš se, da ne spada vse skupaj, vse druge vidiš, družine grejo na dopust na more, mi že prej v bistvu nismo bili funkcionalna družina, ampak ko se tukaj vidiš, rečeš, zakaj oni, zakaj jaz ne, zakaj se meni to vse dogaja, zakaj jaz moram vse to doživeti, zakaj meni, zakaj jaz? A sem jaz kaj narobe naredil, ne? Kako si se skril, da si povpadel? Se glih to, ne, tudi tle je to vprašanje, ne, jaz imam enega prijatelja, Jerneja, ki je slep, in sem tudi njega sprašal, sem rekel, Jernej, se ti kdaj sprašuješ, zakaj si ti slep, kaj je bilo to, ne, in v Svetem pismu lepo piše, ne, ko so prišli do slepega, ne, pa ga vprašajo učenci Jezusa, prav rabi, ne, učitelj, ali je on slep zaradi svojih grehov, ali je slep zaradi grehov svojih staršev, ne, pa pravi, ne eno, ne drugo, ne, slep je zato, da se po njem razodeva Bog, in pol, kaj je mu namazal oči z blatom in je spregledal, ne, da se na nekaj zgodi, ne, mi zmeraj pozabimo, mi nismo sami sebi namen. Preko nas, mi smo eno, midva sva eno, vsi smo eno, ne, in preko mene se ti učiš in preko tebe se jaz učim, in midva sva drugemu poslana, in tu je ta daritev, ne, da tudi moje trpljenje ima smisel, kaj je mogoče za 10, mogoče za 5, mogoče za enega človeka dovolj je. Moje trpljenje ima smisel. In vse to je poslano preko mene, da me nekdo drug, ne. In če pa jaz gledam, sem osredinjen, sem sam nas, je pa vse brez veze, je pa katastrofa, je pa to največja krivica na tem svetu. Je pa to življenje pogreb, je pa škoda, da sploh živim. Z tega vidika, ja, tako da je, rekel, bolj me pa je potle, no, naprej bolj, kot samomor je pa ravno spet ta očetov alkoholizem, no, ko ne, tudi sem pred kratkim, ker knjigo pišem, sem ravno o tem veliko pisal, pride zdaj čez 14. marca bo išla, sem pisal ravno o tem alkoholizmu in sem ugotovil, da jaz nisem bil jezen, da je on pil. Jaz sem bil na njega jezen, ne, pa, da ti predstavljam, kako to izgleda. On me je zjutraj peljal v šolo, še ko smo živeli skupaj, in on je zjutraj vedno, ne, prvi šel na WC, bruhat, potlej pa neko žganje še, potlej pa naprej, ne, in jaz nisem bil jezen na njega, da je on pil. Jaz sem danes, ne, se nisem več jezen, sem se sprejel, ker vem, kako zelo je trpel, ampak predvsem sem mu zameril ali pa me je motilo to, da se ni spoštoval. Da nisem očeta, ki se je spoštoval, ker se nisem kje učiti samo spoštovanja. Ne, ker spoštovanje pa vrhunec vsega.
noben me ni naučil spoštovanja, da mi ni tega dal spoštovanja, ker se ni sam sebe spoštoval. Ne. In tukaj je naloga očeta, ne, in tukaj sem ga pogrešal, ne, da meni se je res smilo, ne, meni se je on izredno smilo. Ne. In vse ta nemoč, ne, ker tudi danes, vse sem ga velikrat pil, vse skupaj, ampak že telo mi že zavrača alkohol, ga sploh ne morem piti, ker me predstavlja, ker me vrača na tisto, ne, da se ne spoštujem. In to je tak moj. Wow. Ker, če pogledamo, kaj naredi alkohol iz človeka? Popači ga, grd je, ne zna se obnašati, ne? Nima več spoštovanja. Človek, ko je pijan velikrat, ne govorimo se, eni so čuli, ali pa ne. Glavni človek, ko je vinjen, zgubi spoštovanje. Zgubi spoštovanje recimo v baru do natakarce ali pa do strežnega osebja, do svojih prijateljev, do ne vem kogarkoli, do žene, do družine. Nehamo se spoštovati. Ko smo vinjeni, se nehamo spoštovati. Ne? In tle mi je manjkalo. Ker danes ugotavljam, kako je pomembno. Ne? In tle sem hvaležen ženi. Ne? Mene je žena naučila spoštovanja. Zakaj? Ja, ker ni dovolila, da se ne bi spoštoval. Ker ni dovolila, da ne bi spoštoval nje, da ne bi spoštoval družine. Zato jaz zmeraj povzdigujem ženo, ker za urejeno ženo je urejen moški. In za urejeno ženo je urejen dom. In obratno. In žena mora biti izredno močna. Zakaj? Ker ona mora imeti to moč, da reče možu, ali se bo spoštoval, ali pa pet. Ker mi moški smo kaj, mi letimo, ne? Mi smo labilni, ne so obrne zmere, ne sem ena pride že, pa pustimo žensko, rečemo podjetna ideja, neka možnost, ja, mi že vidimo, mi že sanjarimo, mi že tam postavljamo, ne vem karkoli, žene so pa realne. Zato, veš zakaj kaj pri ženskah? Ravno, ker imajo tukaj močno intuicijo. Ker poglej, ko pride do zaroke, kako izgleda zaroka? Moški se pripravlja na njo dlje cajta. Ker ženska sploh mogoče ne ve. Se pripravlja dlje cajta in pol kaj naredi? Poklekne pred žensko, se poniža in žensko poviša. Ženska se pa ne pripravlja dlje cajta, ženska da pa pred odgovor. Ta fenomen, mi zaprosimo, mi to debatiramo, razvijamo nenormalno dolgo. Žena po sekundi da odgovor. In tle se kaže, da ona ima zmeraj odgovor. Zato zmeraj spodbujam žene, da zaupajo v svojo intuicijo. Te pare, ki ima večkrat, ki pridejo k meni po pomoč, vsaka žena točno ve, kdaj je bila prevarana. Točno ve. In vsak bullshit, ko deci prodajajo, pa sej nisem, pa sej sem čutil, ma ne, žena ve. Nimaš kaj plamuditi, ona ve. Ona ima vse, ona vse ve, ona ve, ko sem odsoten, ona ve vse, ona ve za otroka, ko spremeni nivo dihanja, ona vse ve. Zato so bile vse neko čarovnice, ker one vse vejo. In zdaj, ali boš ti kot moški to spodbujal, ali boš ti kot moški to zatiral, zato da boš lahko pizdarije delal, po domač povedan, ne? Ampak wow, kako si to lepo povedal. Zdaj si me vrnil, v mojo zaroko si me vrnil, ker sem večkrat njej rekel, Ana, jaz ne vem, kako sem zbral sploh pogum, jaz ne vem, zakaj sem pokleknil. Ne razumem, ampak zdaj sem najbolj hvaležen, da sem. Ker zdaj šele vidim, kaj mi daš vse. Zaradi nje si lahko ti tu, meni je to najlepše. Zaradi nje sem jaz lahko v najbolj polnosti tu, kar sem. Pa še eno bi rad poudaril tukaj še ne. Zakaj, da se pa vrnemo, zakaj cerkev? Ok, dovoliš? Zakaj cerkvena poroka izmer? Jaz tudi poročam, cerkveno ogromno parov sem že poročal in mi je biti ponosen sem, da sem lahko zraven, zato ker sem poročen moški in vem, kaj je zakon in ne govorim iz knjige in ne govorim na pamet, ampak govorim iz svojih izkušenj. Lepota poroke je meni v tem, ker je moški v črnem. Zakaj je moški v črnem? Zato, ker umre samemu sebi. Ti bom razložil, kaj je poanta? V Svetem pismu piše v zakonu samo eno. Zato bo moški zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta eno. In nič drugega. To je ta stavek. Kaj to pomeni? Moški mora prekiniti, mora umrti svoji družini. Ti bom razložil, zakaj? Najbolj toksičen odnos, kar obstaja, je mama, sin. To je najmočnejši, mislim, to je pamet odnos. In zato mora on prekiniti. On umre svoji družini in se umakne. In jaz ti povem, polovico, ki pride k meni parov, zmeraj samo vprašam, živite pri njemu doma gor na vrhu, ja. Se razumem, grozno, mislim, pač tako smo v takih časih, ko nimamo omogočeno ekonomske razmere ali pa
trg dela, kakorkoli pa že, da bi se lahko privoščili, ampak velikrat je ta rešitev. In tle se vidi. Sploh, če nista starša urejena. Kjer je urejeno, kjer je prisoten oče, ko naredi, ja, poseka mamo, ne. Poseka mamo in štima, ne. Kjer pa ni očeta prisotenega, ne. Zdaj malo grob, ne, mi imamo težave z možmi, ker kaj imamo, včasih so rekli, da so, ali so kot berijo, ali so pijanci, ali so pa gastarbajteri, ne. Mi imamo zdaj pa drugače, ne, mi imamo pa, ali imamo kolesarje, ali imamo tekače, ali imamo pa podjetnike, ne. Ne, ker smo, ne, ker mi smo, ne, ampak to dovoli žena. Ja. Ne, tudi ženo dovoli. No, v glavnem, da se vrnem nazaj. Zato mora moški prekiniti odnose. Zakaj črna barva umre, se pravi, v svoji družini in umre sebi in je sposoben se ponižati in povzdigniti ženo. Zato poklekni žena je v belem, zakaj? Ja, ker žari, ker cveti, ne. Zmeraj pravim večkrat v parih, ker pride kakšna ločitev, ki brez veze, ne, pa poprašam, kaj je bil razlog, ali ne vem točno, kaj je bil razlog, ne. In pol, ker vidimo, kaj je bil razlog, ne, ko se začnem spraševati, kaj je bilo, ja, žena ni bila princesa. Žena ni bila princesa je pa lahko, če ima princa, brez princa ne more biti princesa. Ne, zato moški tale velikrat počepnemo, ne, zato moški, se pravi, je v črni barvi, umre sebi in svojim potrebam, se je sposoben samo presegati ali iti samo pozabiti, to je tudi logoterapevtsko, da sem jaz sposoben iti preko sebe ali pozabiti nase in to je moč. Vsi pravijo, kaj govoriš, da so žene ta glave, pa so moški ta nizki, ne. Da se jaz ponižam, moram biti prvo velik. Ja. Jaz ne morem se ponižati, če sem nizek. Ker kaj delajo nizki? Tisti, ki so nizki, ponižujejo druge ali pa povišujejo sebe. Jaz se lahko ponižam samo, če sem visok. Ne? Ja, prosti krvnili. Ja, v glavnem se to želim poudariti, no. In žena je v belem, in zmeraj pravim ženam, ve, imate zmeraj dvoje, ne, ve se morate zavedati, rekel, pametna ženska ve, da je vse v njenih rokah, modra ženska pa daje občutek moškemu, da je v njegovih rokah, ne, in tle je ta skupnost, ki rata lepa, ne, ko se začneta darovati drugemu, ker velikrat imamo, jaz bi že drugače delal, če bi ona to pa to, in ona pravi, ja, jaz bi tudi drugače, če bi on to pa to, in pa se čakamo do ločitve ali do smrti in tako naprej, ker ni pripravljen drugemu se darovati. Zato je pomen, ne, zato zmeraj, zakaj vera? Ja, ker vera je daritev, ključno krščanstvo je kaj? Je daritev, to je vrhunec ljubezni, da jaz sebe dam, svoje življenje, svoje hobije, svoje karkoli sem pripravljen dati zate. Ja. Brez da bi pričakoval, ker mi imamo težavo kaj? Trgovska ljubezen, jaz bom že, če bom dobil to pa to. Ja, in kle se mi zdi, da je moški, ta prav moški, tisti, ki se zaveda, pa zdaj bo to malo otročje, ampak da bo za Božič dobil najmanjše darilo, če ga sploh bo dobil. Zato, ker je on tisti, ki da. Da bo on prvo poskrbel za dom, kjer bosta otrok pa žena lahko varna. Tudi, če to pomeni, da bo vsak dan mogel stopiti čez vrata v nevarnost. Zavedanje tega, da ne prevzemaš kot pravi moški odgovornosti samo zase pa svoje dejanja, ampak da tvoje dejanja narekujejo generacije naprej, kako bojo lahko živele. To se meni zdi, da se mal pozablja v individualizmu in temu obnašanju nekaterih moških, da pač zakaj bi se vezali, zakaj bi jaz sploh bil omejen strani kogarkoli, le koliko imam jaz tukaj priložnosti za biznis pa za vse. Ne igraš pod realnimi pogoji, v mojih očeh. Ja, še zmeri pa ne obsojam, ampak je pa lepo ogledalo za stvari, ko se jih jaz lotevam, pa začutim, da mogoče da bom malo skrenil. Imam jaz toliko močno sidro doma. 8:8, levja vrata. Intuicija taka, da te srd pride. Jaz, če preden pomislim, da bi lahko kaj narobe naredil, bi onda že vprašal, če sem to naredil. Tvoja je 8:8. In to je nekaj najlepšega, ja. Moja pa 10:8. No, levo, ja. In me tudi, ampak ne si pravim, Bogu hvala. Točno to, in ko si ti na sebi, verjetno res, tako, kot si rekel, moraš iti čez neko trpljenje, čez neko bolečino, čez neko temo, da sebe spoznaš v ponižnosti. Da življenje dobi malo drugačno obliko, da ga sploh spoznaš. Da ni vse samo zate, tako kot si rekel. Pa blišč, pa veš, jaz sem šel dejansko iz leta, kjer sem poslovno naredil take cifre, prišel sem iz nule, iz minimalca obeh staršev, iz bloka na Duplici, do takih cifr, da so mi direktorji gledali, kaj ti delaš, ne? Naslednje let sem prišel do smrti očeta. Sem prišel do smrti prvo detka, oziroma prvo babice, 3 mesece zatem detka in 3 mesece zatem očeta. Vse je šlo. In jaz takrat sem bil
strani življenja postavljen. No, zdaj pa vidiš, kaj še obstaja. Lahko in veš, do česa prideva? Da iz ruševin se zvezde najlepše vidijo. Ja, kdo je to rekel? Frankl. Je, ne? Iz ruševin. Mora se podrti mi, da vidim bistvo. In točno iz tega bistva pol ven. Začneš šele nekako neko novo pot, kjer vsi tisti glasovi, ki si jih prej slišal, pa je imel za resnico, ki so bili zelo z egom povezani. Ne? Ti si to, ti si lahko to, vse lahko dosežeš, vse to je vse res. Ampak kaj pa sam biti, pa čutiti obstoja? Biti hvaležen za zjutraj, ko oči odpreš, pa vidiš svojo hčerko, imam zdaj, ne? Zraven sebe, ki spi. Kako je dan, ker naenkrat lahko lepa, ne? Če vidiš. Ampak če ne bi videl, če ne bi bilo ruševin, ne bi videl zvezd. Oziroma, če ne bi bilo teme, ne bi videl luči. In moja žena, recimo, mi je konstanten opomnik, da sem se odrekel marsikakšnemu blišču, marsikakšni potrebi, moški, predvsem instinktu, nagonu, kakorkoli mu bomo rekli, pri moškemu, ki ni instinkt, ampak je pač nagon. Zato, ker sem spoznal, koliko lepega mi je ona omogočila, da spustim čez sebe. Z neko tako žensko energijo, ki jo bi privoščil vsakmu moškemu, da pride v stik z njo, da si jo pusti začutiti in s tem, da neko to svojo moško energijo dojame kot ne tistega, ki ruši, ampak tistega, ki varuje, daje, ljubi, spodbuja in sebe nekako vsak dan žrtvuje, za generacije, ki prihajajo. In jaz tukaj vidim lepoto. Pri ljudeh, ki ne želijo žrtvovanja sprejeti. Ali pa mogoče daritve. Ali pa daritve. Mogoče boljše. To so ljudje, ki ne bojo nikoli zares, po moje, spoznali globine ljubezni, ki zatem pride čez čas. V najbolj taki obliki, ki jo nisi pričakoval. Tle si me povabil, izzval, sem se najdel lih v vsem tem. Jaz sem po podjetniški poti, tudi ker sem imel več podjetij, eno je bilo Drinkopoli, pivska igra. A si z Lovrotom to delal, knal sem? Ne, z Drinkopoli smo delali, mi smo imeli organizator podjetja, in smo iz Zagreba zakupili. In smo potli po Sloveniji, po Češka, Slovaška, Italija, Francija, v glavnem v Sloveniji je bilo to 2011, boom. Takrat smo mi začeli, takrat smo imeli eno tako, vse je poklopilo, vse, kar se je lahko, da smo s to igro ogromno zaslužili, in pa drugo je bilo razne IT podjetje, pa nazadnje sem imel še gozdarsko podjetje in vse skupaj in na koncu se je zgodilo, spet v visoko leteči startup, kako bo vse uspelo, sem čisto propadel. Propadel čisto in fizično, in psihično, in finančno, in karkoli nič. In takrat mi je bilo meni največji signal, ko govoriš o ženi, ti govoriš o Ani, jaz o Petri. Ona me je takrat eno leto živela, nikoli in nikdar, kadarkoli smo se kasneje, ali pa takrat smo rekli, ona mi ni nikoli tega metala naprej. Nikoli mi ni učitala, ko nisem imel pa nič, sem bila pa v redu karkoli, ali pa da bi me, ker vedela je, veš, tu je spoštovanje, vedela je, kje je moja največja rana in spoštovanje pomeni, da ne pritisnemo tam, kjer najbolj boli. In to je bilo zame, ko sem prej razlagal pri ljudih, duhovni spomin, meni ljubezenski spomin. Da vem, tudi če sem v skušnjavi, da vem, kaj je ona naredila zame, koliko me ona spoštuje. To je vrhunec ljubezni. Tudi po Franklu imamo 3 nivoje ljubezni. Eno je seksualna ljubezen, kjer se gre daj dam, jaz bom tebi omogočil življenje, lagodno ti boš pa meni dala, in se gre vsem tem, in funkcionirava, dokler se poteka biznis, se pravi, jaz tebe zadovoljim, transakcije potekajo, pa imamo drugo, imamo erotično, seksualno erotično, je druga vrsta ljubezni, kjer se gre, ker jaz čutim dobro ob tebi, ker mi mehurčki grejo, ker se počutim varnega in tako naprej, in tudi ta zbledi. In tretja je pa spoštovanje, to je pa duhovna ljubezen. Ne glede na to, kaj mi daješ, ne glede na to, kako se počutim, te jaz spoštujem z vsem tem, kar imaš. In to je ta lepota. Skozi svoje izkušnje v tej tematiki, kaj bi rekel, da največ ljudi
ko to stvar spremeni, najdejo nazaj mogoče ljubezen do partnerja ali pa lahko pač začne zveza nazaj funkcionirati. Kaj je neka sprememba, ki si sam opazil skozi svoje delovanje ali pa tako pri drugih ljudeh, ki je vedno bila koristna za oba? Ja, v mojem primeru, najhujše primere, ki sem imel, da so obstali skupaj, je bilo ravno to, da so se mogli generalno spremeniti. Ne? Da so mogli, bi rekel, iz teh modusov, ko smo jih imela prej, iz tega osredinjenosti nase, začeti gledati na drugega, na samo pozabe. In tu je trening. Tu je ogromno treninga, da jaz pozabljam nase, da sem sposoben pozabljati nase, da sem sposoben sebe samo presegati. Ne? Pa da spustimo svoje življenje, bi rekel, da se zavedam, da postavljam ali ženo, ali drugega, ne? Ker mi preko drugega se uresničujemo. Sorry, ampak sem to bi rad, da bo bolj clear. Pozabiti nase, misliš, kaj spremeniti zgodbo v sebi? Ne, pozabiti nase, ne vem, v takem primeru, mi smo, zakaj zakon propade in nekaj delamo narobe. Okay. Mi bomo biti pripravljeni spremeniti vse. Pustiti staro življenje, stare navade, stare vzorce, in začeti čist na novo. Ja. Pozabiti na ta jaz, ko sem bil, in začeti na novo. In sprejeti tudi to, da čistačen primer, da sem ženo prevaral, da pač se ob meni mogoče 1 leto ona ne bo počutila dobro. Ja. Če bo ostala, ja. Če bo ostala, ne. Ja. Samo kaj je ljubezen, jaz pravim, ne, meni žena, in Petra večkrat, zdaj ne več, no, preteklo si rekla, jaz ne bi mogla odpustiti, ne. Ne? Jaz razumem, ne veš, ne. Ampak če gledamo, ne, na vse zadnje, če gledamo za nazaj svoje življenje, si mislimo, da česa ne bi mogli prenesti, ne. Ampak ljubezen je tudi to. Je odpuščanje. Da sem sposoben, bi rekel, tudi žena, tako mora, da se samo presega, da gre preko vsega, ne. To je ta, ne. Tako da, v glavnem tle je ogromno potrebno vztrajnosti, ne. Iskanja, ne, ker mi imamo večkrat, ne. Samo v tvojih očeh, prosti, ker sem te prekinil, ampak ker si lih na tej tematiki. V tvojih očeh moški, ki prevara, je vreden odpuščanja žene iz tega vidika, da ne iz odpuščanja, da je za njo koristno, da spusti to, ne? Ampak tega, da ostane z njim. Jaz meni pravim, za 3 mesece treba biti narazen, da se razločuje. Ne, za 3 mesece treba biti narazen, da se razločuje, da se razloči, kaj še drži skupaj. In v tem 3 mesecih zmeraj tudi pravim vsi, ki se karkoli zgodijo, hudi konflikti, pustimo vse karkoli je možno, zmeraj pravim, preden gremo na CSD, pa na sodišče, dajmo si 3 mesece, ločeno živimo, v tem cajtu pa probamo drugega iskati. Ali smo sposobni, ali želimo, ali imamo voljo, ali moč drugega iskati. In se je zmeraj izkazal, mislim, da zdaj imamo vse primere, kjer smo to naredili, so se najdeli spet pot nazaj. Ampak je treba iti pa narazen, no. Zato, ker moramo se naučiti začeti drugače živeti. Mi smo delali nekaj narobe. Nismo delali nekaj prav. In pa je zmeraj učitenje, ne. Najhujše pa, ne, mislim, problem imamo pa, ker so pa narcisoidne osebe, tam je pa štala, no. Tam je pa največkrat celo, zdaj delam zmeraj moške, da smo barabe, ampak v take primere imam, zato lahko o tem govorim, ne. Imam pa največkrat, ne, na koncu še ženska kriva, ker me nisi znala zadovoljiti, sem pa iskal drugje. Mislim, kakšna nespoštljivost. Ne. A misliš, da bi jaz šel drugam, če me ti znala zadovoljiti? Mislim, čakamo, kam smo zdaj prišli, ne? Ja, to je odraz strahu, odraz bolečine, odraz sramu, odraz krivde na ta način, ne? Se pravi, obrambni mehanizem se vklopi. To je ponavadi se ta izjava zgodi v afektu jeze. Ja. Ali pa obrambe, a ne? Sem narcisoidna oseba, to zares ponotrani. Misliš, da verjame? Ja. Ja. Jaz sem povedal, ne, mi imamo dvoje, ne, moramo razločiti, imamo velikrat sindrom Petra Pana, ki želi v nekem idealističnem svetu in da bi obvaroval to svojo mehkobo, to varnost, je pripravljen mutiti, je pripravljen manipulirati. Ne. Ja. Pa imamo pa ljudi, ne, to so pa že potem, ki so pa narcisi ali pa ki že prehajajo na ravno sociopata, ne, tle pa ni milosti, ne. Tle pa so zaresno, ne, bi rekel, sposobni sam sebe, da zavaruje samega sebe, vse druge potlačati. Ja. Grozen. Ampak zakaj misliš, da so te ljudje, se pravi, nekako narcisi, sociopati? Česa se bojijo, da to delajo?
Saj oni so žrtve, ne? Ja, sej. Mislim, oni so itak žrtve in tudi iz česa to izhajajo, ne? Imamo potem tle spet starševstvo, ne? Zato sva midva kot mlada očka odgovorna, da sva prisotna, ne? Ja. Oče je tisti, ki oblikuje, oče je tisti, ki ljubi pogojno, če boš delal vse prav, te bo imel reče, ne. Mama je pa tista, ki ljubi brezpogojno do konca, pa lahko ne vem, kaj naredi, pa bo imela rada, ne? Moje pa je, da pogojno ljubim, ne? To se moram zavedati in jaz moram biti sposoben sprocesirati kazen. Ne, zato ker s tem oblikujem, to lepo govori Vesna Vogodina, ona, čudovita je, ne? Ona govori o tem, da oče mora biti, bi rekel, ta oseba, ki je sposobna otroka frustrirati, pa ne govorim na najgrši možni način, ampak na lep način zato, da je družbeno sprejemljiv. Ne, ker odsotnost očeta in mame, ne, imamo te helikopterske mame, ne, katere skozi leta je Bog čakordlo, da ne boš to, ga obvaruje vsega možnega, kar obstaja, ne, in ga dela invalida, ne. Ta moški se nauči, ne, ta otrok, pa bolj mladostnik se nauči manipulirati, ne. In je mojster manipulacije, ker mama pa vrti za lahkoto. Ne, mami reči dvakrat, da jo imaš rad, da je najlepša na svetu, bo vse naredila. Ne. Ampak to je vse nagonsko, ne, mi se tako preživljamo, ne. Zmeraj pravimo vsakmu, ne, ali starše, kakorkoli je. Zakaj bi se spreminjal, če stvar deluje? Se bi bil bedak. Spreminja se takrat, ko nekaj ne deluje. Takrat spreminjam, ne. In zato mora biti oče tisti, da več te vzorci, ki so škodljivi, ki so moteči, da te vzorce prekineš, da pač ne deluje. Ne je ne, da je da. Ne. No, in zakaj so potem te, da se pa vrnemo, ne, zakaj te iz kje nastajajo, pa ravno te, ne, možje ali pa tudi punce, karkoli je, ravno tam, ko je, bi rekel, preveč pozornosti ali pa premalo. Na začetku sva že govorila o dveh ekstremih. Ta dva ekstrema me zmeraj vabita. In mi imamo histerično osebo, ki išče, ki bo vse naredila za svojo pozornost, tisto, ki ni imela nobene pozornosti, ki je bila zavrta, ki je bila zlorabljena, in imamo osebo, ki je imela vse. Ker mi se konstantno gibamo, ne, to že Frankl pravi, gibamo se med pomanjkanjem in med dolgočasjem. Dolgočasje in nenormalno pomanjkanje povzročata iste učinke. Bivanjsko praznoto. Ne vem, zakaj bi. Vse je brez veze. Eksistencialni vakum. In tukaj, ne, zato moramo skozi skrbeti, da ne ustvarjamo teh histeričnih oseb, te osebe, ki so attention whore, ki iščejo na vsak način ta svoj socialni aplavz, ne, ravno s tem, no, da omejujemo, no, da je prisotnost očeta, ne. Zato je oče ključen. Vloga očeta, se jo lahko tudi, če ni, ne, zdaj bi pol kakšna samohranilka rekla, daj nehaj srati človek, ne. Kaj boš rekel, da jaz ne moram vzgojiti ga, ampak potem je pa fajn, da je kakšen starate prisoten, kakšen stric, kakšen prijatelj, karkoli. Ali pa nek mentor, ali pa karkoli. trener. A ne, trenerji so ponavadi te, ki prevzamejo vlogo očeta, a ne. Tako, ne. Tudi da sem to, ne, otrok mora sem videti, ne, ker za mamo je, da je težko, ne, mene večkrat kličejo, imam sina 18 let starega, ki je čist glajzel, ne, daj ga lahko pripeljem, sem rekel, ne, vi pridite, mi ga morava delati, da jaz vas pripravim, da bo delala isto. Bravo, ja. Ne, ni fore, pa enkrat me klica, prav s tem prepero, dve moji hčeri, prav so živ hudič, ne, sem rekel, ker vidva ženo prito bo boljš, ne. Ja, ne, ker očitno nekaj delamo narobe, ne, pa se ni nič narobe, mislim, pač normalno je, itak vsi nas kaj. Življenja tempo je tak, da ne moramo vse biti popolni, ampak lahko pa se zavedamo, no. Tako da moramo biti pazljivi, no. Mi, vzgojitelji, jaz pa ti, sva ključna. Ja. Kdo pa je bil tvoja moška figura? Mislim, da Starate, no. Starate je bil trd, ne, on je zmeraj govoril, ne, zato sem jaz vso podjetniško, politično in tako pot šel, ker je skozi govoril, popi sebe, no nikoli nič. Ne, on je imel nenormalen instinkt, sem je videl naprej in res, ne, jaz sem vedno hrpenel, to mi je pa gnalo, da sem se hotel dokazovati, pa zmeraj skoraj žaratelo, pa je vse propadlo, no. Tako da sem potlej šele z vojsko, sem se potlej utrdil 7 let v vojski, mi je dalo to ponižnost, me je naučilo je vse tisto, bi rekel, ta ego v meni, da se dokažem, da sem vreden in vse karkoli je potlej razbil, no, ker sem se naučil. Kdaj šel v vojsko? Koliko si bil star? 30 leti sem šel v vojsko, in je bilo tisto 3-mesečno, je bilo zame bomba. Tam sem se naučil, da nobenega ne zanima, kaj si mislim, kaj je moje mnenje, kdo sem, nobenega ne zanima, ne. Tam imaš tiste inštruktorje, ki so načeloma, v tem mojem primeru, jaz sem šel, na primer,
sem imel 2 diplomi za sabo in kapenih podjetij, politično kariero, ne, karkoli, in pa so tam inštruktori, ki niso imeli nič od tega, so tam ufili name, kaj moram delati, in meni je bilo, čak, malo štimentle stari, mi tle zagovor, ne. Ampak to je bilo, zame je bilo to ključna stvar, da so me porušili, mene so čisto zrušili. Mene so tam v vojski čisto zrušili in so me začeli na novo sestavljati. In jaz sem to rabil, da sem lahko boljši oče, da sem lahko boljši mož, da sem lahko danes, bi rekel, tu, kar sem, so me mogli porušiti. Kako so te zrušili? Kako si to dojemal? Zrušil sem me tako, da sem ugotovil svojo, da ni pomembno, ravno ta ego, ne, da ni ta krik ega. Ne. Ta krik ega so vzeli mu glasilke, da se ni mogel več kričati. Ker ni bilo pomena, ker je bilo vredno, jaz sem bil vreden toliko, kolikor sem izpolnjeval ukaze. Ko nisem naredil nekaj prav, ali sem trpel jaz, ali pa skupina trpela. Ne. In tle sem se naučil, da ni, ne, in ravno to, ne, veš, imamo tudi vse ti zelo dobro veš, da delaš veliko v teh kolektivih, raznih svetuješ se tu gor dol. Vsi zaposleni mislijo, da vse zanima njihovo mnenje. Ja. Ne. Naprimer v vojski poveljnika ne zanima. Nič, ne, sploh ne rabiš, ne, niti je pink linija ti ne omogoča, ti sploh ne omogoča, da bi ti imaš samo prvega nadrejenega, ki lahko samo odgovarjaš, ko si povabljen, ko ti je postavljeno vprašanje. In nerelevantno, ne rabiš ti razlagati, kako si jaz mislim, kako bi moglo biti, ker to ni tvoj poklic, to ni tvoja naloga. Tvoja naloga je, da ko dobiš ukaz, rečeš razumem, če pa ne razumeš, rečeš pa prosim še dodatno obrazložitev. In na tak način poteka komunikacija. In zato je vojska, ne, vojska je zelo pomembna, no, ravno vsem tem zato, ker je struktura, mi danes zgubljamo strukturo. Ne, že v družini zgubljamo strukturo, v družbi zgubljamo strukturo. Posod. Vojska je pa zelo jasna, ne, pink linija se temu reče, poveljevanje, ne, linija poveljevanja, ker se točno ve, kdo je za koga, ne. Disciplina tudi, ne. In to je ključno, ne. Zmeraj, veš, ko se srečamo, pa vprašamo, a si v redu, ne, kaj to pomeni, ali imaš red, ne. In tukaj je vojska, ne, te nauči reda, da imam red, ne, in če pa rečeš, nisem v redu, pomeni, nimam reda. Ker v redu jaz lahko delujem, ko imam red. Ne, in to mi omogoča ta disciplina, da imam red. Zato sem se naučil, mene je vojska naučila, do 5 vstajam, grem do 6 laufat, ob 6 jem mobilen zajtrk in tako naprej, ne. Me je dalo. Se pravi, 3 mesece si bil v tem prostovoljnem, ne? Kaj pa pol si pa se zaposlil v vojske? Ne, jaz sem bil, sem imel že narejeno teologijo pa filozofijo in so iskali ravno takrat pastoralnega asistenta oziroma zaposlenega za duhovno skrbo vojakov. Okay. In takrat me je en prijatelj me je spodbudil, naj se prijavim. In meni se je grozno, se rekel, jaz tako nizke plače kot študent nisem imel, ne, kot podjetnik, veš kako je, ne, javno pravo je pa nekaj drugega, ne. In jaz sem startal za 850 evri, ne. Jaz kot študent resnično nisem imel nikoli tako nizkih prihodkov, no. Ja. Meni je bilo grozno, ampak ravno to je bilo ponižanje. Ponižanje, ki sem ga mogel sprejeti, ne, da sem delal za najmanjši možen denar, ne. Ja. Sem začel, se je to izboljšalo, ampak to. No, mi je bilo pa zanimivo, ne, zanimivo mi je bilo, da bi lahko nekomu pomagal, da bi bil lahko nekomu oporen. No, tako da moja naloga je bila po tem 3-mesečnem služenju, je bila moja naloga, da postanem pripadnikov vojakov najboljši prijatelj. Se pravi, da sem mogel biti povsod, kjer so šli oni, kjer so imeli urjenja, na vsa urjenja sem šel, vse to sem dal v življenje čez, vedno jih spremljal in zmeraj bil ušesa, da so se lahko izpovedovali, da so lahko povedali svoje zgodbe, svoje tegobe, ne. Ker pri nas v Sloveniji, ne, to je grozno, kar bom rekel, ampak imamo težavo, da vojska nima smisla. Ampak Bogu hvala, da je tako, ker ni vojne. Zdaj si pa predstavljamo, da se ti skozi uraš pripravljaš na nekaj, česar ni. Ne? Gasilci imajo smisel, požari so, policisti imajo smisel, so kriminalci, ne, karkoli so nesreče. Vsi imajo. Vojaki ga načelno pa nima. Se zato pol hodijo na te misije, ne, tudi... Sedaj je pa veliko razočaranje, naprimer Amerika je ravno, so najhujši primeri so bili, ko se skozi urijo pumpajo, da bomo, tam bomo šli, pa prijatja je pa dolg cajt, ne. Pa so pa šli civile streljati in tako naprej, ne. Se pravi, zmeraj tle podarjamo, Bogu hvala, da je tako. Ampak je pa posebno zahtevnost vojaka ravno v tem, ker nima skoraj možnosti, redko kdaj ima možnost služiti svojemu primarnemu poslanstvu. Primarno poslanstvo je kaj? Da varuje, da ščiti, da strela. To je primarno poslanstvo. Njegovo orodje ni lopata, njegovo orodje je puška. Ne?
In zato je zahtevno, zato je tudi pomembna ta duhovna, bi rekel, podpora, pa tudi psihološka podpora, ki se jim nudi vojakom, ker je najhujše kaj, ne, tu bomo se pa še dotaknili lahko Romov, da nimam smisla. Najhujše za človeka, kar obstaja, da nimam smisla. Da nobenemu ne koristim, da ne delam nič učinkovitega, Sploh za da nisem moškega. potreben. Sploh za moškega. Grozno. Ne? Jaz sem delal s piloti v Cerkljah, ker so piloti, so pa helikopteraši, in tam je že v redu, ne? Helikopteraši rešujejo, ne? In je ta, bi rekel, ta smisel je veliko višji, ne? Ja. Tam pa, ko imaš pehotnike, ne? Tam je pa večja težava, ne? Vse urjenje so in pričakuješ in te vaje in tereni ogromne tega in so izmučeni in so zadovoljstvo, vse karkoli je, ampak ne, spet se vračamo. Osnovno je orodje, je puška in ostro streljivo noter, ne manevrsko. Ja. Kako pa si skozi ta proces dela z vojaki nekako sebe gradil? Kaj je tebi to dalo? Meni je bilo pomembno, jaz sem imel tako, zmeraj pravim, najboljšo službo v državi, ne, jaz sem bil plačan za to, da sem telovadil, da sem kofetkal s vojaki, da sem bil z njimi, ne, ker je bilo možnost, ko niso bili na naloga, da sem se z njimi pogovarjal in da sem molil, ne, da sem šel vsaka vojašnica ima svojo kapelo in da sem tam molil, pripravljal bogoslužje ali pa karkoli drugega, pripravljal na zakramente, tako da sanjska služba, čudovita služba, ne. In sklopu tega, vseh tega, da sem bil ob njimi, sem vse gore prehodil, dal sem že rekel, ta urjenja, spal sem v gorah, v snegu, en teden sem spal not v snegu in nisem pol 3 mesece niti nog čutil, karkoli je. Kdaj je bilo to? To je bilo 3 leta nazaj, ne, prvo smo bili na Komni, potem pa še na Zelenici in veš, to je tisto, ne, mislim, kot je vojaki vse dajo čez, ne, mislim, to ljudje premalo vejo, ne, to me tukaj boli srce, ko vidim razni komentarji, kaj boste vi taborniki, daj stari, no, pejte enkrat probati, boš videl, niso heci, no, res. Jaz sem rulil, jaz sem se tisto jamo snežno noter zavlekel, ko me je treslo in me je prijelo lulati in nisem vedel, ali se naj polulam v hlače, da bo vsaj nekaj topoga, ali ne, tisto se tresel, pa ali tak za 2 urce sem se nehal tres, sem bil na straži, da sem čekiral druge jame, ali no, če gori sveča, ali ne, ali je še kisik, ali je kakšna štala, ne, in to niso, ne, in to je dan na dan, ko je dan se naredi, se opremaš in se greš urt v gore, v hribe, greš gor v najbolj bedne razmere, se uraš, kako preživeti, kako delovati, kako karkoli je. In ko je cel dan okrog, spet prideš nazaj in se zvečer spet pripraviš tisto nekaj toplega, da saj malo juhce poješ iz vrečke vse, in greš spet nazaj in za par ur počivati in spet tako, no, in mislim, to je psihično te ubije, no, jaz sem trpel, ne, jaz sem zaradi tega, ker sem dal tu vse čez, zdaj vem, da pregrizam vsako verigo. Ne, jaz pregrizam vse. In ko daš to enkrat čez, ne, pregriznaš vse, jaz se več ničesar ne bojim, ne. To je ta samozavest in kaj mi je dalo zdravo samozavest, zdravo samopodobo, ne, da vem, da zmorem, da sem šel vse limite, vse možnosti, vse gadne stvari v tistem blatu, ki si v znoju, v vsem tem, v vročini 40 kg, 45 kg na seb, ne, pa jaz nisem car, ki sem to delal, ne, carice so oni ženske, ki so rezno spet dvignil ženske, ker so bile res carice, ne, ker so bile stare, ne vem, 28 let, 29 let, mamica enega otroka doma in je tisto hodila s tisto puško in celo pot rolila, 30 km, 40 kg jo rolila, ne, ampak je zdržala. Kaj bom vedel, pa spet pridemo lahko do enega tazga, da nekaj počrtamo, ne. Jaz sem imel ogromno tistih, ki so prišli iz fitnessa, ki so res zelo lepo izgledali fantje, zelo lepi fantje, ne. Ampak te fantje so, ko je bila prva težka preizkušnja, so rekli, mi se več tega ne gremo. Te ženske so pa vse vztrajale, zakaj? Ker so vedele, zakaj. Če jaz vem, zakaj, vem tudi kako. Ker če pa ne vem, zakaj, pa niti ne vem, kako jim padem. In te ženske so vedele, ker so vedele, da takrat je bila kriza, v 2017 so bile še posledice krize, ni bilo še služb in so šle v službe in so vedele, da morajo, da bodo preživeli otroke, da rabijo službe in to je bil pogoj do te službe. In te ženske so zmogle stvari, ki jih ne bi mogel, ki jih ne zmoreš. In one so bile carice, ne. In to je ta pot, če jaz vem, zakaj, vem tudi kako. Zmorem, enostavno zmorem. In to je tista nevidna sila, tista transcendenca, Bog se takrat oglasi in ti da tisto moč. In to je ta kljubovalna moč duha, ko je mati sposobna, če pade na otroka avto, ga je sposobna avto dvigati, pa fizično ne gre čez, ampak je sposobna. Kako spodbuditi ljudi, kako bi rekel, da spodbuditi ljudi, predvsem mlade,
da se ne izogibajo težkim stvarem, da naredijo večkrat stvari, ki jih nočijo, in da razumejo, da to delajo zaradi neke koristi, ki jo bodo imeli v prihodnosti, če jo bodo sploh imeli. Kako jim sporočiti, da je dovolj velik smisel v tem, da samo verjamejo in zaupajo? Ker en lep rek je, da pot, ki izgleda kot nebesa, vodi v pekel, pa pot, ki izgleda kot pekel, vodi v nebesa. Bravo, super, ja. Ta paradoks je. Kako deliti to filozofijo? Vsak mogoče, ki dela z mladim, ali pa ki je trener, ki je učitelj, ki je nekdo, ki pač ima na mlade vpliv, kako lahko poskrbi, da bojo to filozofijo slišali. Da ne bo ostalo samo pri teoriji in posmehovanju nam čudakom, ki se v ledeno vodo gremo kopati, pa na pohode hodimo, pa, a veš, kako? Zakaj si jo želim? Ne? Se tudi sam veš, ne? Zmeraj treba iskati pri sogovornikih, zakaj si jo želim spremeniti, ne? Kaj je moj cilj, ne? Ali želim biti dober oče, želim biti dober mož, ali želim biti dober direktor, ali želim karkoli, ne? Iskati, kaj je moja motivacija, kaj me žene, ne? Mladi, ne, morajo pa zaupati, ne, saj to je vera, ne, saj tudi, pravim, mi smo ljudje zelo verni, jaz, če se zvečer pripravim zjutraj za obleč, kaj se bom oblekel, je to čista vera, se pravi, imam vero, da bom zjutraj se zbudil, kar ni sigurno, ne, in če si naročim, tako ko vem, da boš ti šel na potovanje, ne, ko si bukiral karto, to je čista vera, se ne veš, če boš šel, ne, in to tukaj, ne, zato pa je pomembno te zgledi, no? Zato je pomembno, bi rekel, ta influencerstvo ima lahko nekaj pozitivnega. Če jim lahko dajemo zglede. Ne, zgledi vlečejo. Ne? Ja, ok. Ja, jaz to delam pri Romih, ne, ravno to ustvarjam, bi rekel, posamezne svetilnike, probam narediti in dajati to, bi rekel, da postanejo svetilniki, da oni vlečejo. Se pravi, svetilnik v smislu osebe, ki je iz tega communityja, iz te družbe, in rata nekako vzornik, kaže pot. Tako, da kaže pot. Ker kaj je poanta svetilnika, je, da te ne vodi v čeri. Ne, to je. Da te ne vodi v čeri, da opozarja, kje so čeri. In zato so ti svetilniki pomembni. Ne? In mislim, da v vojski uspeva, sem tudi bil začetnik enega projekta v vojski, Call of Duty. Ja, ker sem ravno razumel, ne, mladi so vsi na računalnikih, vse karkoli delajo so na računalniku, ne, in zdaj kaj je, ne, jaz sem videl, ne, te vojaški tabori, ki so bili za mlade, so bili kaj tam so korakali, pa so se učili postrojitvena pravila, pa merno, pa karkoli, ne, vse pa to mlade ne zanima. Mlade zanima kaj, da jaz pridem v bazo, dobim informacije, kam bomo šli, in se mi potem organiziramo, timi Alfa pa Bravo tim, se organiziramo, si razdelimo naloge, potem naredimo načrt, kakšen bo načrt, potem se pripravimo vso opremo, zjutraj pride helikopter, nas naloži, nas pele 8 km, pa par kilometrov pred tem, kjer bo točka, kjer bo treba zauzeti in rešiti talca, in potem mi gremo, helikopter pride, nas pusti in mi potlej gremo in to rešimo, ne? Ampak to je bilo res potlej. Ne? In to se je res dogajalo in se je dvignilo, ne? Zanimanje za mladih se je dvignilo nenormalno, ne? Zdaj sem jih bral v glavnem, zgodovinsko se je zdaj dvignilo mladih, ki si želijo tega. Ne? Ker tu je vojska. Ne? Top, ja. Ne? Da se nekaj dogaja. Ne? Ker se dogaja, kar je zanimivo. No? Mene vojska res, jaz sem nikoli imel rad vojske, ne? Razen sem tiste filme gledal, vietnamske, karkoli mi je bilo zanimivo, ne? Ampak ni mi bila blizu, ampak meni je najboljša izkušnja v življenju bila ravno vojska, no? Ker sem tam spoznal, koliko se da, spoznal sem svoje meje, ker rač ne gremo preizkušati meja, ne? Mi gremo v fitnessu, kaj, 3-krat dvignemo in se pa malo gledamo, ne? Spet je, ne? Tam se pa ne gledaš, ker nima sajta, ker moraš naprej še stopnjevati. Jaz se teh naporov ne bi sam nikoli zbral, pa to ne greš, ker to ni normalno, mislim. Ja, ampak to je ta lepota, da jaz se zvem, kaj zmorem, ne? Pa tudi ta kolektivni duh, ko je tam, to so vsi ljudje, ki so misleči, to so vsi ljudje, ki so sposobni iti preko sebe, no, in tak tim, jaz taki prijatelj, ki sem spoznal v tej vojski, mislim, mi smo tukaj, s tukaj mi sem povezan, taka lepa prijateljstva, res, jaz bi vsem mladim rekel, mi se sploh ne odlašajte, pa še zdaj, a zdaj si plačan, 3 ure dobiš, no, za 3 mesece počitnic, čudovitih. Za te stvari, ki se ti zgodijo v vojski, na trgu plačaš po par tisoč evrov. Ne? Ja, sigurno. Se mi zdi, da se nekako ta mentaliteta tudi razvija. Klele sem imel
par vojakov, pa med njimi tudi Zoranča, Lukata. Ja. Mislim, z njim se tudi tako slišim, še zdaj faca, ampak ne bom preveč o njemu, ker me zanima to zdaj, kako si prišel do tega, da bi rad pomagal romski skupnosti. Prej si omenil nekako, da te jih je bilo strah. A me lahko peleš ta prvo maperiva obdobje tvojega življenja, kdaj je to bilo, pa me mogoče malo pel, kako si prišel iz tega, da si se jih bal, do tega, da jim želiš pomagati. Mi živimo v neposredni bližini romskega naselja, mislim, da je zračne razdalje kakšen kilometer, in to je največje romsko naselje v jugovzhodnem delu Slovenije, sem Pušča je še večja. To je naselje Žabjak in Brez, je vsake na eni strani ceste, ki šteje približno med 800 in 1000. Ne ve se skozi, ker skozi pride ta preseljevanje in tako naprej. In mi smo imeli lepe odnose. No, se spomnim svojega otroštva, mi smo imeli v kuhinji ali pa v špajzi, v shrambi, smo imeli eno polico, ki je imeli za ciganko. Zdaj bom uporabil izraz cigani in ciganke, ker takrat smo to uporabljali. In to je bila polica za ciganko, kjer je bila vsa roba, vse sestavine, surovine, ki jih nismo več uporabljali, ali pa ki so bile odveč, ali pa ki je potekel malo rok. Spomeni, je vsako soboto prišla ciganka pred vrata, ni pozvonila, je čakala, in ko je prišel nekdo ven, je rekla poklicati mamo. In pa je mama prišla in je zmeraj za njo pripravila. Ali je bilo se prav za jest, ali je bilo za oblečen, so bile polčine in tako naprej. Potem se pa začelo, pa so se začelo takrat, so se začeli pritoževati prebivalci, ki so se začeli naseljevati in so bile nelegalne gradnje. S tem nelegalnimi gradnjami ni bilo prvič, je bilo družbeno organizirano pri nas zaprtje krožišča, ki je bilo prvo krožišče, in protesti. Takrat je pa počlo. Ko so se ljudje enkrat začeli na napačen način izražati, se je pa začelo, se je pa znetlo. In mi pa te ciganke več nismo imeli, je bilo zmeraj samo zgin iz našega dvorišča. In s tem sovraštvom je tudi začel prihajati strah. No? Pol, da se vrnem, mislim, da moja zgodba, nekega dne sem bil tam, v nedeljskega dne smo jeli kosilo in sem slišal krosovci, ki so tam okrog naše hiše divjali, in grem pogledati, so po naši njivi, kjer smo imeli še krompir in vse, in so se tam vozili gor in dol in uničevali, in sta bila dva Roma. In sem šel tja, sem rekel, kaj boste zdaj vidva tle, in dva prijeta, kaj boš ti do mene, da me boste tam pretepla. In takrat sem se čutil res ponižen, takrat mi je ratalo strah. Zato sem začel borilne veščine, kempoarni, trenirati, se pravi, da sem naučil lomiti kosti in vse s palcami in z noži in tako naprej. Ker kaj naredi strah? To naredi strah. Meni je bilo strah, kako mi sem obvaroval svojo družino. Zato sem potem začel, sem do modrega pasu prišel, sem začel se to napolno trenirati. Ampak sem videl na koncu, da bom lahko obvaroval. In enkrat res pride nekega večera, se delo mrak, pride en pijan Rom, ovinjen, pride se tam premaje, preveč blizu, kako bi dovolil, in ga je stisto, kaj boš ti, ga odrinam na tla, da ga bom. Tukaj sem se učil, In pa sem se pa takrat ustrašil, ker sem gledal njegov obraz, kaj sem jaz postal, kaj sem jaz postal, ne, to nisem jaz. Takrat sem se samega sebe ustrašil, a sem res to? Kolikega sovraštva si na ta način vendal? Ja, pa to, da šel jaz človeka poškodovati, stari, da sem jaz na tej ravni, da mi jaz poškodoval človeka. Sem pa, halo? Brez razloga v bistvu. Tam je bil pa prilika, je bila, ampak da mi jaz na tej ravni padel, da bom zdaj nekoga poškodoval. Koliko si bil strkle? To je bilo že, govorimo 27, če sem bil v vojski, že na ta način. Tako da sem potlej pa začel, sem rekel, to nisem jaz. In potlej v prvi korak je bil, sem začel za njimi, oni imajo tam naše hiše, naših tam površin, imajo, spravim, romska transverzala, ko hodijo v trgovine, pešačijo. In to je bilo polno smeti, stari, to je bilo same smeti skozi. Ni zjutraj, ko sem hodil skušati tam srečko, tam na sprehod, namesto da bi hvalnice malo se zahvaljeval za življenje, da sem se zbudil in tako naprej. Sem gledal, te pizdali, kakšne so spet pustili. In pa sem začel te smeti pobirati. Zmeraj tudi vsak mu pravi, začnite pobirati smeti. Ja, res je. Začnite pobirati smeti, ker kaj je, veš, zakaj je to najboljša naloga? Ker prvič niso moje in to je tipično samo preseganje. Nekaj delam, ker sploh ni moje. Zakaj bi jaz pobiral? Zakaj bi jaz pobiral, se nisem jaz vrgel? Ja. In tlele se jaz naučim ponižati. Jaz za nekom pobiram smeti. Tu je največje ponižanje. Tu je nivo, če se vrnemo, če mi dovoliš, spet na Kristusa, umivanje nog. To je umivanje noge. Jaz za nekom pobiram smeti. In to sem začel in potem sem videl, da sem res te smeti skozi pobiral. Zdaj, po
8 letih, 7 letih teh smeti ni več. Ne, ni več. In kaj se je zgodilo? Jaz sem bil potlej, ko sem koga videl, sem rekel, dragi prijatelj, a bi se dalo, da bi ti te smeti drugič dal v koš, ne? In pa so oni rekli, veš, majster, nismo bili mi, to so bili drugi, ne? Sem rekel, vem, verjamem, zaupam, ampak bi se dalo, da bi ti drugič te smeti dal v koš. Ja, bomo videli, ne, in tako naprej, ne? In se je res začelo dogajati, da je bilo teh smeti vedno manj, ne? Ključno je pa bilo, če do koga greš z prošnjo, da ga ne, je bilo pa v meni treba, moraš pa biti spoštovanje. Ja. Ne morem jaz iti s strpnostjo, kaj pomeni strpnostjo, da jaz trpim. Ne, sem mogel iti s spoštovanjem, z ljubeznijo, ker drugače ni učinkovito, drugače je škoda. Ne? In kaj sem naredil, kaj je bilo ključno, da človeka, ko gre s spoštovanjem do njega, to prav Gete, ne, ga malo privzdigneš. Če hočeš, ne smem ga gledati tak, kakršen je, ampak tak, kakšen bi lahko postal. Ne? In s to spoštovanje. Zato sem potem začel na tak način z njimi komunicirati, ker kaj je bilo pa ključno, ne? Zakaj sem to začel delati z njimi, jaz sem kot vojak, sem imel skozi misijo na grbi. In meni je bilo strah, resnično pa je bilo strah, da pustim doma staro mamo, ženo, same, ker ni varno. Ni varno, ne. Ljubljančani ali pa te, ki niso tako peti v vse to, ki so izven te cone, se ne zavedajo, ne. Tu je prostor, tu je naselje, kjer je kriminal, kjer so orožje, kjer so droge, kjer so otroci zlorabljeni po vrsti, kjer je izsiljevanje, kjer je karkoli, ne. Tam navaden človek ne gre v tisto naselje, ne. Jaz sem bil pa eden redkih, ki sem stopil, ne. Sicer od začetka v vojaški uniformi, ker Romi dajo, da policaji pišejo kazni, vojaki pa streljajo, ne. In zato sem malo drugače gledal in ravno zato sem šel v to naselje, ker sem videl, ne, ker ni pomembno, ne, ko sem rekel, kaj jaz pričakujem od življenja, pomembno je, kaj življenje pričakuje od mene. In to, kar najbolj sovražiš, to je zate in to je bilo zame. In sem čutil, da je to moje poslanstvo. Vse tako kot ti veš, stari, nekaj čutiš, nekaj te vleče, veš, to je tvoje, ne morem ignorirati. To je moj klic. In meni je žena rekla, ti si zmešan. Stara mama je rekla, pa kaj s tabo narobe? Vsi v vasi, v naselju so me vsi zavračali, pa s tabo nekaj narobe, kva ti tja hodiš? Tam ne hodi noben. Jaz sem pa vedel, nisem vedel kaj, ampak vedel sem, da moram nekaj spremeniti. Vedel sem, če ne jaz, kdo? Kdo bo, če ne jaz, ne? In to je zato je pomembno, ne, ta odgovor, kdo sem jaz, ker če ne bom jaz, kdo bo potem jaz? To mesto bo ostalo prazno. To je bil ta klic, no. Začel sem potlej s tem, kar znam, začel sem otroke učiti verouk, Miklavža, imeti za njih jaslice in tako naprej, pa so zdaj prvi, da so šli k sakramentu, k Bermi, k Obhajilu še prej. Tako da sem tudi potlej zaradi tega postal, tudi so me pol prepoznali neko karizmo, neko ne rečem, v glavnem tudi, da so me pol za stalnega diakona, se pravi, da kljub temu, da sem poročen, da lahko delim sakramente, tako da jih zdaj krščujem, Rome, pokopavam jih, tako da sem prisoten v njihovem življenju. Predvsem pa, kar je bilo ključno, ne, in zdaj tisto sem opazil, kaj sistemsko imajo največjo težavo, oni nimajo službe, nobene dela. Ne. Tako da sem jim začel urejati službe. Tako da hodim z njimi, to prav najdem delodajalca, zato mi je fajn, da imam coachinge, da pridem v firmo, da se malo dogovorimo, da jim rečem, lej, jaz bom zraven, jaz bom skrbel za njega, dajmo probati možnost dati, ne. Ker noben hoče zapustiti Roma. Raj iz Bangladeša, iz kjerkoli, raj, kakor nekoga, ki je zraven. Ne? Ampak to je družbena odgovornost, na katero moramo vsi odgovarjati. Ne? Je pa res, ne, imajo pa spet vsi slabe izkušnje, zmeraj neka štala. Ne? Imamo vsa vrata, vseh poslopij, vse udrto. Nimamo enih vrat, da bi bila cela. Imamo vse z nekim poškodovana vrata. Ne? To je realnost. Ne? Samo, zmeraj pravim, ne, jaz nisem tja prišel, da bom spreobračal kriminalce, ker jih ne morem. Jaz tistim, ki si želijo spremeniti, jim dajem možnost. Jih ustvarjam, da bodo svetili drugim. Jaz pravim, če so se oni pokvarili, se lahko oni tudi popravijo. Ampak ne jaz. Oni med sabo. Ja. Jaz zmeraj pravim, šel sem v naselje, da bi spremenil njih, pa sem spremenil sebe. Ne? In to je bilo ključno. Ne? Kaj si spremenil? Poglej, videl sem to bedo, ne. Veš, to je tako, ko smo na nekoga jezni, ne, ker bi mu vrat zavili, ampak potlej, tako kot jaz na svojega očeta, in pol, če vidim, zakaj je tak, ga počasi razumem. In vidim, sem pripravljen v tej bolečini priti naproti, ne, vseh tem otrokom, ne, jaz še enkrat poudarjam, ne, ni otroka, da ne bi bil zlorabljen, tako ali drugače. Ne, to je beda, ne, to si predstavljaj, spijo na tleh, je zemlja, pa polivinil, pa jogi.
pa baraka ima večjo špranjo med delami, kot je pokriva. Pa predstavljamo si, ko je -10, jaz sem tam, ki je 21, sem pokrit v kotru, pa si rečem, danes je pa malo hladno, ne? A si predstavljaš, kako je to drugod, ne? Tu pisalne mize nimajo, da bi se učili. In tu je ta aspekt, ki ga moramo gledati, ne? Da on, če naredi osnovno šolo, je tvoj rang doktorata. Ne? Kdaj si pa očetu odpustil? To bi bilo, kje smo zdaj najdel? To bi pa, dobro ta pravi cajt si prišel, zato ker sta bila dva zelo podobna momenta. Najtežji korak v življenju mi je bil, da sem šel v romsko naselje, jaz sem rulil in jokal, ampak sem vedel, da moram, ker meni so se gabeli, meni je šlo na bruhanje, že misel, da med njimi, meni bo umrt, in druga stvar je bilo, ko je bil oče v bolnici na smrtni postelj, jaz sem vedel, da mogo enkrat uiti. Jaz sem z njim prekinil stike, ker je slabo vplivalo na mojo družino. Ker alkoholiki imajo težavo to, da imajo že izkrivljeno resnico. In on je kar fantaziral. To je ful težko, res. To je blazno težko. Nisem pa rekel, oprosti mi, da ne mora več funkcionirati. Ker se na mojo družino slabo vpliva, jaz ne morem živeti s svojo ženo, ker sem obremenjen skozi, morava prekiniti. No in pol po 2 letih tega so bila ločena, sem pa kdaj kaj slišala, za rojstni dan in tako sem vedel, da prišel dan in sem dobil klic, da je v bolnici in sem šel tja. In to je bilo pa najtežje, tudi tisto bolnico. Jaz sem malo zmešan, jaz sem se malo, daj mi Bog, prosim te moč, da bom to zmogel, jaz ne morem, ne gre, da mi pomaga, ampak sem kar rino šel in pridem tja, tam, kaj je bilo, on je imel cirozo jetra, te ful napihne, mislim grozno, no. Sem šel tja in pa je bila tam njegova nova partnerka in prav, ja, kaj želite, sem rekel, prišel sem k svojemu očetu, ne, gledati, a pa ti tle iščeš, ne. In pa oče ne rabim krpeti, ne, sem rekel, ne, prišel sem, da se pogovoriva, no. In pa je bilo ključno, ne, spoznanje, jaz nisem prišel tja, jaz sem zmeraj z njim uveljavljal resnico, ne. Pa tja sem prišel ne zaradi sebe, zaradi njega. Sem prišel zato, da bo on lahko pomirjen umrl. Ne. In mi, da so pote prvo, je bilo sem tisto, kaj si ti mene vse zjebal, ne vem, gor, dol. Rekel, bedno, čist, ne, ampak jaz nisem tja prišel tekmovati, kdo bo zmagal. Jaz sem prišel ponižno poslušati in kimati in reči samo eno, ne zmeraj pravim vsem, žal mi je, da tako misliš. To je moje. Jaz lahko sem rečem, žal mi je, da to doživljaš, žal mi je, da tako misliš. In tu sem dal čez, no, in smo dali, pa sem še drug dan je bilo že lepše, ne, smo se že o vojski pogovarjali, ker sem takrat o vojski, o tem, kako je pri njemu izgledalo. In pa 3. dan in 4. dan in 5. dan sem šel domov in smo pa že prijateljsko sva se že zbližala, lepo, in pa tle je lepo pomirjen, umrl, nisem naredil vse, kar sem lahko. In to je daritev, ne. Ker lahko bi rekel, kaj si mi dal, kaj sem od tebe, kaj si mi naredil, gor dol, ne vem, karkoli, ampak ni to pomembno. Ni bilo pomembno, nisem bil pomemben jaz. Pomemben je bil on. Pomemben je bil on, da mu pomagam, da lahko umirjen umre. Ker to je najmočnejše, ne, kaj so najbolj intimne stvari, ne, to pravi Frankl. Je, kako se ljubim svojo ženo, kako molim, pa kako umiram. In to so svete stvari, ne. In zato je tlele, ne, zato je pomembno, ne, sem spet vrnil na cerkev, kaj je pomembno, da vem, kaj je sveto, ne, ni vse sveto. Mi danes delamo vsako bedarijo sveto, pa ni vse sveto. Ne, in življenje je sveto. In tukaj se poklekne. In tukaj je bilo pri meni potrebno, no, in isto moč, isto težo, s težavo sem šel, no, so bile tele 2 poti, no, v romsko naselje in k očetu, ne. Zdaj, ki si na neki točki, kjer je za tabo kar eno pestro obdobje življenjsko, ne? Ja. Kako zdaj gledaš na življenje? Česa se veseliš? Kaj misliš, da je tvoj namen od te točke zdaj, oziroma s tem, kar se ukvarjaš, česa bi rad več dal in kako bi na tej poti sebe rad spoznaval? Prepuščam se. Končno sem začel zaupati, stari. Začel sem zaupati, da bo vse v redu. Začel sem zaupati, da sem obvarovan. Začel sem zaupati, da sem ljubljen. Začel sem zaupati, da bo vse v redu, da ne rabim jaz držati s pestmi, da lahko spustim roke, da se zgodi samo. Začel sem zaupati, da vse, kar rabim, mi pride naproti. Začel sem zaupati, da ne rabim se sekirati pa iskati, polagati v marketing spet pretiroma za stranke, ker se same zgodijo, ker ne rabim, ker one mene iščejo. Začel sem zaupati, ne, da sem dober. Začel sem zaupati, da sem vreden. Začel sem zaupati, da delam prav.
Ne, ker začel sem zaupati, da služim, no? Da imam svoj namen. Mm. In se več ne bojim, ničesar se ne bojim. In vem, da karkoli mi bo prišlo na pot, da bom zmogel, ker nikoli nismo preizkušeni preko mere. Nikoli. Sem to moram sprejeti, da ni preko mere. In da zmoremo. Ja. Vse. Ne. Matic Vidic, a bi reče kaj dodal? Bi reče mogoče kaj izpostavil, kar te nisem vprašal? Mogoče kje te ljudje lahko najdejo, kje lahko več o tebi preberejo. Rekel si, da knjigo pišeš, kdaj bo ven prišla, take stvari. Ja. Čutim, da moram, želel sem dati, jaz sem zmeraj težav, nisem najdel nikoli knjige, ki bi bila dobra rojstnodnevno darilo. Knjiga, ki bi bila za vse, ne? Knjiga, ki bi bila mogoče nekdo, ki je malo bolj duhoven, pa tudi za nekoga, ki ni. In zato sem začel to vso, ko smo danes en del obdelali, sem začel to zapisovati in preko teh svojih zgodb razlagati še psihološkega vidika. Nič ne skrivam svoje vere, izpostavim vero, ampak izpostavim, kdo sem in zraven obrazložim še, bi rekel, z logoterapevtskega vidika, da probam razumeti, kaj je. Naprimer, če pišemo o alkoholizmu, razložim še pol odvisnosti. Če pišem o samomoru, razložim o svetosti življenja oziroma vsem tem, kako premagati trpljenje in tako naprej. Tako da sem v to knjigo res hotel dati, da ni bilo vse to doživetje brez veze, da je imelo nek namen. No? Tako da prehajam s tem, drugače pa spletna stran, tam Matic Vidic imam, kjer me ljudje poiščejo. Bomo dali vpis spodaj. Hvala. Zdaj je ogromno povpraševanje, no. Mislim, da je po novem letu je res boom, tako da probam res čim bolj, no, ker res delam tako. Jaz nisem tisti terapeut, ki bi imel človeka 1 leto ali 2 leti, jaz ga imam max 3 mesece. Bravo. Ker drugače zmeraj pa rabim vprosti, ampak ali nekaj z mano narobe ali pa s tabo. Ja. Ne, pač ne gre, ne. Mislim, če si pripravljen delati, se boš tega držal in bova delala, ne. Ker to ni terapija, kjer se božamo, pa se gledamo, pa se brišemo solze, ne, to je terapija, kjer garamo. Ker nič ni brez dela, ne. Tako, ko se vrnemo nazaj na vojsko, ne. Mi bi vsi radi odsotnosti nekaj, da mi je težko, pa ne maram, mi je težko, pa ne bi, pa noče, pa ni mi prijetno, pa so neprijetnosti. Neprijetnosti se tudi mi bilo z očetom srečati. Neprijetno mi je bilo iti v romsko naselje za umrt, za kozlet. Noče tega. Zakaj bi to? Ampak ne, tle moj smisel. Če hočem najti smisel, ne, moram delati korake naprej. In tukaj jaz zmeraj ljudi vodim k smislu, tiste pa, ki pa želijo iti na duhovno raven, jih vodim pa Kristusu. No. To razmere, sem pa spoštljiv, ne posiljujem ljudi z vero, niti podrazno, ne. Zmeraj sem ponudem, ne, tudi pravim temu, se pravi pastoralna logoterapija, ne, zmeraj vprašam, kako je pa kaj z vero, pa če pove, da ima, pa se nekoga želiš, da kaj na tem delamo, pa tle gremo na tem področju, ne, ker so pa učinki bistveno hitrejši, tu pa moram priznati. Jaz sem vesel zate, predvsem zato, da si postal heroj svojega trpljenja. Hvala. Lepo mi je slišati take zgodbe. Vmes sem tudi sam začutil eno globoko hvaležnost za mojo mami, da jo še imam, da jo še lahko objamem, da jo še lahko pogledam. In tudi hvaležnost za očeta, da ga še čutim, da nekako občutek imam, da živi skozi mene. Tak čuden občutek je, ampak veš, te zgodbe je treba govoriti, je treba slišati, ker ne veš, kdo posluša in kakšno perspektivo bo to človeku dalo. In sem hvaležen za zaupanje vseh ljudi, ki spremljajo to platformo in si pustijo čutiti, si pustijo biti občutljivi, ko si tudi sam omenil. In sem vesel zate še enkrat. In hvala, da si se oglasil, hvala Žigatu, da je povezal. In verjamem, da boš veliko lepih stvari naredil še v lifeu in ti prvoščam samo najboljš. Lahi, oče poskrbi zate, zagotovo. On toliko ima posla s tabo gor, da si ti misliti ne moreš. On švica gor zate. Res, zagotovo. Prav? Respekt. Okay. Hvala ti. Hvala tebi. Hvala. Lepo si to rekel zdaj na koncu. Vsake čast.